Dosti krat pač vidiš nekoga, pa si tako, kak nice je njemu, ne? Pa vidiš njegove zgodbe, pa tudi dan pa dan. What's up, sem Luka, star sem 24 let in z dropshippingom mi je lata tudi avto kupiti. Luka Božič. Disciplina, potrpežljivost, pa samozavest. Dosti ljudi nikoli ne bo začelo, ker sploh ne verjame, ne? Da jim lahko rata. Če folk prodaja tečaj, ga vsi imajo kot skemerja, ne? Tak slabi. Ko sem začel dropshipat, pa sem frenda vprašal, zakaj te ona začne dropshipat, ne? Glej te tebe, ne? Celi cajt probaš, pa nič ti na rata. Take neke negativne stvari so mene ful motivirale. Pač ena zgodba pri skejtanju, ne? Me je ata nekaj snemal in sem ga vprašal, ata, zakaj me te snemaš? Pa rekel, le tako se upaš vreč, ne? In je mene to motiviralo in naslednjo sem se takoj vrgel. Zakaj misliš, da je te pratal? Enostavno moraš probati, dokler ti ne rata. Pač ene trike sem jaz tudi po pol leta se učil. Ena izmed najboljših odločitev v lifeu, da sem to začel objavljati ne zaradi finančnega razloga, ampak zaradi samozavesti. Pač me je bilo to strah, pa sem to tako mami malo govoril, pa je bila, Luka, te pa celo življenje živi v strahu. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subscribate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Že kdaj je zgodilo, da je Mike ne bil vklopljen? Slaba stvar. Ker to se je meni že, ko sem YouTube video snemal, smel cel cajt Mike glasne. Koliko cajt je snemal? Ja, ne se ni bilo tako hudo, ampak ne vem, tak en kaljar, zdaj sem šel 5 minut videa, bi not bilo. Enkrat sem pa isto snemal celega, pa ko sem včasih, zdaj že dolgo dejansko nisem v avtu, sem se tako pač snemal, ko sem vozil, ker mi je bilo scary govoriti v kamero, ne? In mi je volan nafokusiralo in sem jaz bil blur, to smo vse še enkrat. Ja, jaz sem tudi v avtu snemal, velik stari. Nastavk sem si dal gor in telefon in pritisnil in pač ja. To so bili v bistvu začetki. Cool je bilo, ker dejansko med vožnjo pač govoriš in pridejo ven stvari. Vse to pač sem videl Sam Suleka, če veš, kar je on youtuber. Fitnesser youtuber. Je full blow upal, pa nič ni edital. Dejansko je se snemal, kako se v fitness pelal, celi cajt brez enega kata, pač fitnessu naredil vaje, pa se nazaj pelal, pač govoril o fitnessu. In sem bil, on je full blow upal, se snemal, ne, tak pač kao, v avtu, brez da je v kamero gledal, pač tu pa tam pogledaš in sem jaz bil, da to je kar dobro, ker mi je bilo prvo scary, tak fulci, tak da bi jaz zdaj sam sobi bil, si kamero dal pred sabo pa v kamero govoril, te pa če si se vozil, veš pa. Ja. Dej mi malo povej, prosim, trenutno. Ja. S čim se ukvarjaš? Slišal sem, da delaš nerealne cifre. Pa me malo zanima v tvojih besedah, kako bi to opisal. Kaj zdaj delaš v bistvu? Ja, pač jaz se ukvarjam dejansko 95% samo za spletno prodajo, kljub temu pač, da še objavljam tak na Instagram pa YouTube to. In zdaj pri spletni prodaji imam dejansko dve tak veliki trgovini. Ena je evropska, ko je tač trendy shop, ne, dosti podobno ko Vigo shop. Ja. To, druga pa je Amerika, ko pa pač imam prav brand, prav svoje izdelke in pač prodajam prek spleta tak. Teda pač dejansko prek spleta je ono primarni fokus, tu pa tam pač mislim objavljam, ampak res ono, fokus je v biznisu, ne pač biti influencer. Pa tudi veliko pol delaš nekih vsebin pa tečajev, ne, za ljudi, da jih pač učiš. To sem lani naredil tečaj za dropshipping, ker pač ko sem jaz začel to objavljati, sem bil tak, da jaz bom vse povedal in sem tudi v svojih YouTube videih povedal, moj kitajski agent je A-Patch. V Ameriki, ko imam 3PL, uporabljam ShipBob, zdaj sem spremenil na ShipSquadet, pa sem bil, bom pač vse povedal, who cares, ne? In vse povedal in je pač začel tako dosti ogledal pa to dobivati in potem pa bil tak, kaj če bi jaz naredil trgovino čisto z nule, ne? Da se da, ker pač realno se oba vema, da naprimer, če si ti začel 2019 neko trgovino, pa se ti je zalaufala, pol je lažje to ti promet maintainati, ker ne vem, pixel imaš boljši, vse to stvari imaš boljše, ne? Ko pa neke z nule štartati je najtežje, ko ti enkrat zalaufa, je pač pol boljše. No in sem tak bil, jaz ti naredil trgovino z nule in mu pač se vse snemal, kak sem trgovino naredil, kak sem vsaki dan oglaševal
in potem mi je pač ta trgovina zalaufala, prvi mesec naredila tak 12,000 profita, jaz sem imel tako posneto vse in sem bil faka, če bi jaz zdaj iz tega naredil ven tečaj, ker sem tak pač fora totih vseh tečajev ponavadi je, da če folk prodaja tečaj, ga vsi imajo kot skamerja, ne, tak slabi. Ja. In jaz sem pa bil, če pač jaz naredim to, da naredim trgovino z nule, pa njim sam rečem, lej, v tem tečaju dobiš dostop do vsega, kako sem jaz pač posnel, pa vse to, mi dobena more reči, da to, kar se učim, deluje, ne, ker če pretavo pokažem. Sam več nisem vedel, da je pač folk, nočem biti nesramen, ampak folk dejansko, ne glede na to, kaj boš ti naredil, bo ti vedno eni pač pisali, da si skamer, ne, pač tak je. Ja, to je folk, ki misli, da boš ti namest njih stvari delal, ki išče bližnjice, ne. Ja. In ja, klej je izziv kot podjetnik ali pa nekdo, ki deli svoje znanje, biti pomirjen s tem, da daješ pač vse od sebe na lep način, ne. Ja, ker tudi jaz, recimo, ko sem videl neke tvoje videe na TikToku, pa sem bil tako, ok, v redu. Te Angli so dost tako Andrew Tate scena, ne. Ko folku ne more tolih najbolj dišati, ampak pol bolj, ko sem spoznaval, to sem rekel, ok, njemu res ratuje, ne. Ker moj prvi instinkt je bil, da ne bluzi, ne. Ja. A ti je res to ratali? Pa sem zvedel, da ti je res to ratali, sem bil tako, wow, respekt, ne. Tako da po moje, kaj enkrat ljudem daš tako, da jim dajaš te stvari, da jim kažeš to, kar dejansko dobiva pozornost, ne, in pol pač sam daš zraven dokaz, le res je tako, ne, da tam si zmagal, da tam se pol folk odklene. Vse to, ja, ker pač meni je tako, da jaz tudi ko nekoga novega vidim, ali Slovenc, ali karikoli si mislim, pa si bluzi, ne. Ja. Pač vedno je to pač tako moje mišljenje. Isto je bilo pri Hormoziju, Alex Hormozi. Prvič ga videl, pa sem bil, kaj je to ti, neki gozdni joža, ker pač tako zgleda, ne. Kaj je to ti zdaj tu pametuje, pa ko vidiš dokaze, pa si tak fak, ne, res pač ima pojma. Je pa res tudi nekaj problem, pač tih short videov je, da te, ne vem, folk vidi 10-20 sekund in težko te spozna in valjda pol dobiti včasih napačno predstavo, ko pa nekdo, ne vem, če pogleda enourni YouTube video, ne vem, ko sem naredil za dropshipping od A do Ž, pač dejansko od začetka do konca, težko si bi to vse zbluzil, ne? Ja. Zato je konsistenca toliko pomembna, ne, če si za vse kreatorje. Fulik začne, pa je hype, pa to, pa vidijo, da ni neki tazga feedbacka, ki so hoteli in nehajo, ne. Tudi 90% na ta način dela. Ka pa ti to prebiješ, pa se zavedaš, ok, zdaj jaz imam nek funnel, torej jaz s to vsebino dobivam pozornost, ampak folka manjka ta srednja vsebina, ne. Torej kontekst, zaupanje. In to so te daljši YouTube videi, ki se ti dobro delo, ne. Vse to, ja, ker se mi pač res zdi, če nekdo te pogleda 10-20 minut, čist drugače ima pač odnos do tebe, ko pa nekdo pač ko vidi 10-sekundni klip, ne. Tada, ne vem, po mojem 1000 ogledov na YouTube je več vrednih, kot po mojem 20,000 na enem malem videu. Ja, definitivno, ne. Druge ljudi zadevaš, ljudi, ki si jih že prefiltriral, ne. Ker se, a veš, folk razume funnel. Se pravi, jaz rabim pozornost in pol moram ljudem nekaj prodati, ne. In to je to. To je to, kar večina folka vidi, s katerimi jaz tudi delam. Ta vmesna faza, ki pa v bistvu pokaž, kako delaš, dokumentari proces, daj daljše vsebine ven, povej nekaj vseb, ki ljudje ne vejo. Pač, daj ljudem možnost, da se poistovetijo s tabo, ne. Tudi tep ni padel z neba, veš. Vse to, ja. Ja, in pol šele pride ta faza prodaje, ne. In eni so ful močni v tem prodajnem delu. Facebook 2018, 2019, stari moj, vsak je lahko bil pač takrat je ekspert, a veš, kaj mislim, ne. Ja. Ampak pri tebi, recimo, pa me zanima, ker star si kaj, 23? Ne, 25, ampak ko bo to vun prišlo, že 26, tako da že kar star. Ja, vem. Ne, ampak zanima me, kaj ti, če zdaj pogledaš svoj proces, ne, kdaj si začel s tem, se pravi... Ja, vse če za kontekst povem, pač mi dva z Juretom smo dejansko skupaj, ti si dejansko bil kot neki šef moj za oglaševanje, teda mi smo se že spoznala 2020, to bilo januar 2020, ja. Jaz sem pa začel z pač spletno prodajo, sem začel oktobra 2019, teda takrat sem bil 20 let star, takrat sem začel, dobil ni neki prvi tak malo success na drugi trgovini, je naredila tak Jurja profita v enem mesecu in pol kot za življenjepis sem se jaz pač prijavil na AdStar agenciji in sem življenjepis, ne vem, če se spomniš, dal prav screenshote ads managerja, kakve sem imel rezultate. In vem, da sem dal pač, da sem pospendal 2 Jurja, pa naredil 4 Jurje prometa, tako je kazalo, ne, pač več menedžerov v enem mesecu, ne. Yeah. In meni se je to zdelo tak največji flex, ne, pa 2 ROAS, ful dobro, pa jaz tam tu pridem na razgovor, ti si bil, pa meni se zdi, da še Primož,
da sta bila na razgovoru in jaz pač to povem, ti pa meni, ja, mi moramo imeti saj 4 roja. Sem jaz tako gledal, what? Pa jaz tako celi fleksam, ja, 2 jurja sem v enem mesecu pospendal, ne, na oglasi, ti pa tako, ja, ne vem, naši klienti 3-4 jurje na dan, pa sem rekel, kaj te to je. Čisi mi tako razširil horizonte, ko sploh ni znal predstavljati. Ja. Se včasih to rabiš, ne? Včasih rabiš priti v eno sobo, kjer si pač majhen in da te to spodbudi, ne da te ugasne. Ne? In tebe ni ugasnil, sigurno ne. Pa nisi bil dolg pred starim. Jaz sem bil od januara do septembra. Ja. Kako si pa, zakaj si, iz kje si drive črpal, kaj te je motiviral? Ker se mi ne zdi, da si nekdo, ki te bojo zunanji dejavniki, ampak si iz sebe to nekako vlekel, da si sploh začel, da si ustrajal itd. Kaj misliš? Dejansko zunanji dosti bolj. Pač ker toto obdobje je bilo tako pred tem, preden sem jaz to začel biznis, pa to z eno punco sem datal, pa je bila tako ne, da več ne šlo, pa me je to prizadelo, pa starša sta se ločila, teda je vse to bilo tako vmes. Hej. Ja, in mene je ful tak, alo, lahko lem? Okay, alo, pač pizda, bom vsem dokazal. In je bil to ti drive celi cajt, da jaz bi rekel, da do, ne vem, mogoče pol leta nazaj, vse, kar sem jaz naredil, je vun ščrpalo iz bolečine, ampak ne zdaj ono depresivne bolečine, ampak tak ti bom pokazal, pa ne vem, je bilo tako, da ko sem začel dropshipat, pa sem frenda vprašal, zakaj te ona začne dropshipat, ne? Pa je bil pač, glej te tebe, ne, celi cajt probaš, pa nič ti na rata. Ne, in mene je to ful počgalo, da sem bil, pač ti bom pokazal, ne, in dosti krat, ne vem, ali me ata to naučil, ampak take neke negativne stvari so mene ful motivirale, ne, ker ne vem, isto je bilo tako pač ena zgodba pri skejtanju, ne, ker jaz se skejtam in skejtanje je ful mentalno, ker ne vem, moraš na neko ograjo gor skočiti, pa te valjda strah in jaz sem vedno imel pač probleme s tem, ne, pač malo sem bil pač pusi, po domače povedano, ne, in me ata nekaj snemal in sem ga vprašal, ate, zakaj me te snemaš? Pa rekel, le tako se upaš vreč, ne, in je mene to motiviralo in naslednjo sem se takoj vrgel, ne, in jaz nekaj tega sem rabo. In pač celi cajt je tak in dejansko tudi zdaj, ko pa nekoga ne vem, vidim, ko poslušam tudi podcast Operators, ko so eni, ko delajo po 100 milijonov prometa na leto, pač imajo podcast e-com in me tak prav motivira ono pa razjezi, zakaj oni lahko toliko delajo, jaz pa ne, pač vedno isto. Ne zdaj, da je bil nekomu favš, ampak pač tak, ful sem happy za njega, ampak zakaj te ne more meni tudi? Ful zanimiv. Kaj misliš, vsi imamo dostop do te vsebine, tvoji sovrstniki isto. Pa jaz sem veliko ljudi videl, ki so s tem začeli, pa so pač odnehala. Ne? Zakaj misliš, da je te pratal? Ker nisem odnehal, samo zaradi tega. Ker jaz sem se navadil, ne vem, tudi pri skejtanju pa to, da enostavno moraš probati, dokler ti ne rata. Pač ene trike sem jaz tudi po pol leta se učil, zdaj se pa pol leta, ne vem, vsaki dan pol ure. To je, ne vem, 50,000 poskusov še več probaš, da ti en rata, pa se pa naučiš. In se mi zdi tu, zraven tega pa pač disciplina, da sem vsaki dan to delal, brez da bi pač na nekaj drugega šel. To pa ne vem, zakaj sicer imam tako, ampak tudi v šoli se mi nikoli ni bilo problem, mislim, nisem mi bilo fajn učiti, ampak nisem mi bilo taki problem pripraviti, pa reči, ok, zdaj sem začel učiti. Vedno, ko sem prišel domov, sem točno vedel, ok, od, ne vem, 3 do 3 pa 15 gledam YouTube videe, se pol učim 1 uro, pa se skejtam 1 uro, en YouTube video pogledam, pa se dalje skejtam. Vedno sem imel tako lepo to vse nareto in se mi je pač tu isto bilo, ne, pač samo moraš vztrajati, pa ti rata, pa še, ko sem pač jaz sem bil v srednji šoli odličen, v osnovni šoli odličen, ne, še na gimnazijo sem hodil pa vse, pa sem šel na faks, prvi letnik faksa sem dejansko naredil brez problema, kemijsko inženirstvo, pa nima čist nič veze, ne, pač nič veze pač v podjetništvu, ne. Pol, pa ker sem jaz tako sovražil faks, pa ker sem pač hotel res, da mi nekaj rata, da pač zaslužim, da vsem pač dokažem, ok, ne, sem pa pustil faks in dejansko tisti dan, ko sem dobil od tebe mail, da sem sprejet bil za službo, sem jaz šel na faks, pa dal pač dropoutno, karkoli se reče, ja, in pa je še bilo ono, pa ni sploh več bilo problema v motivaciji, ker je tako, ok, vsi se ne strinjajo, valjda, da sem pustil faks. In jaz pa zdaj moram dokazati, da sem naredil pravi pač, ne, decision.
in pol ni več bilo problema motivacije, ker sem dejansko se dal v tako situacijo, ko sem bil prisiljen, zdaj pač narediti vse, kaj možno. Ja, okolje je tisto, ki ti najbolj pomaga, da realiziraš. In če se daješ v okolja, kjer pač si nekompetenten, da se moraš dokazati, je definitivno dobro, ti to ful da, ne. Ja, ampak še zmeri mislim, da ne poznam, ampak velika zasluga po moje staršem, da si sploh bil sposoben držati neko disciplino, samodisciplino. Ne. To je ful, sploh danes, kaj je toliko distrakcija, ne. Od TikToka, Instagrama, svašta, je ful težko ostati zbran pa zvest temu, kar si zadaš, ne. In sem vesel, da je to bil pač pogoj, skozi katerega si ti realiziral te svoje sanje. Ja, ne, res imam srečo, ker tudi tako je bilo mene, ne vem, ali sta me tako naučila, ko sem bil mlad, ker dejansko mene doben nikoli ni silo naredi nalogo in se učiti, vedno sem vse sam, nikoli, ne vem, če mene mama enkrat zagnjala, da se moram učiti, vse sem pač, avtomatsko se mi zdaj, moram se učiti, ne vem, moram imeti petke, pa ne da tudi, če bi pa, ne vem, zdaj bilo tako, da bi jaz, ko se eni starši, ne vem, pišem 92%, pa te krega, zakaj nisi 100 pisal, ne, ker obstaja eni taki, pač tu ni bilo tako, ampak ne vem, nekako avtomatsko, mogoče pa tudi, ker je sestra bila odlična, pa tudi to, pa dobra v atletiki, da je nekako meni tudi bilo, da ne vem, jaz zdaj bil luzerček, ne, družine, ne vem, mogoče. Ja. A si vedno čutil, da to sposobnost v sebi, da ti je namenjen nekaj več, da tako povprečje ni nekako zate? Ja, pač jaz sem nekako ful samozavesten glede vsega, se mi vedno zdi, ko nekoga vidim na internetu karkoli, da mu rata, imam respekt, ampak si mislim, pač je njemu ratalo, zakaj ne bi meni. Ja. Vedno je bilo pač taki mindset sem imel in tudi ko sem jaz pač začel z dropshippingom, ni bilo kančka dvoma, da pač me ne je ratalo. Samo vprašanje je bilo, kdaj se mi bo vse poklopilo. Sem pa pač mislil, da tu, ko sem zdaj, bom že bil 4 leta nazaj. Pač jaz sem bil največji optimist, jaz sem mislil, novo trgovino bom naredil, čez 2 meseca bom delal 30 ur na dan prometa, nisem pa vedel, da za 30 ur na dan prometa za dropshipping moraš okoli 15 ur spenati na oglasih, ki jih valjda nisem imel. Ampak jaz sem bil tako optimist, sem to že pogledal. Zboženik, ja. En cilj si zadal, pa me zanima, kdaj, to je Darja zbrskala. Ja. 272 dni nekaj tazga, a sem prav cifro povedal, da prideš do 10 urjev na mesec. Ja, pač ne tako je bilo, dejansko, ko je pač to ta punca, ne, ko več ni se išlo, je bila 2 leti mlajša in ko sem jaz pa začel to dropshippati, pa to je še bilo, ne vem, tak leto pa pol do tega, kaj pač ona prija v Ljubljano 1. oktobra, ne, in jaz sem bil ko bo ona prišla do Ljubljano, jaz 10 ur na mesec služil. Pač ful glupo. In sem dejansko imel pač na telefonu, sem imel ozadje, nisem si zdaj skoraj vsak dan sem si spreminjal, koliko dni še imam, da meni pač rata 10 ur na mesec zaslužiti, ker meni se zdelo, ne vem, če sem 10 ur na mesec zaslužil, ne vem, da pač bil the man, karkoli. Ja. In a si zaslužil? Ne, 3 mesece kasneje, ja. Dobar, ja. Kako se pa počutil, ko si prišel do te cifre? A si iskal nek določen občutek in ko si prišel do te točke, a je bil tam? Ne, pač, mislim, meni se je zdelo tako, ker fora se ti tudi veš pri podjetništvu, ni tako, da če imaš en dober mesec, da imaš tudi drugi dober, ne? Skače gor pa dol in pač pol je, zdaj zaslužiš 10, si tak happy, pa ne vem, naslednji mesec pa 5, pa si že celi razočaran, kljub temu, da 3 mesece nazaj pa bi za 5 bil full happy, ker ima zdaj neki novi, ne, pač level, ga moraš doseči. Tako da meni se je vse to te stvari zdelo, ko sem jih dosegel, pa ne vem, tudi ko sem si stanovanje kupil, pa Porschea, pa uro, pa vse to, dost bolj smisel, da bo cool tisti trenutek, ko je bil, ampak sem pol ugotovil, da dejansko pot je bila najboljša, ne, in da imaš pol neki drive, da se dalje ženeš, ker ne vem, ko sem si jaz kupil Porschea, sem razmišljal več kot 1 leto, da si neki avto, taki hudi kupil, ne, ampak jaz sem po mojem že tokrat to podoživel v glavi, da ko se je zgodilo, da se bi že 150 krat zgodilo, ne, po mojem, tako da ful misliš, da je tak, da bo oni moment najboljši feeling, ko si to kupiš, a ne vem, najboljši dnevi so, ne vem, ko ti rata, ne vem, zadevaš 3 ure prometa, pa ti, ne vem, na 5 nekak rekneš, pa na 5 rata, pa je to tvoj baseline, pa ko te, ne vem, jebe, ker te cel cajt nekaj jebe in ko se za nazaj spomniš, so to res one stvari, ko se meni zdi,
je vredno podjetništvo dosti bolj kot neki hitri avto, čeprav ga pa je tudi fajn imeti. Ja. Ja. Mislim, te spajki, gor dol, to je nekako bistvo, ne, ki se ga ne smeš bati in da se stvari ne bojiš, je samo tako, da začneš delati, pa ustrajaš, ne, tako, kot si tudi ti rekel. Ja. Ko si prišel nekako do, kdaj je bilo prvič, da si rekel, ok, zdaj pa zadeva res postaja resna? Kdaj si to tako prvič začutil z dropshippingom? Z dropshippingom je bilo decembra 2020. Decembra 2020, ko sem začel to kvačko prodati, ker jaz sem pač predtem sem vedno imel probleme z CPM. Mislim, nisem vedel, kako krekniti, zakaj je oglaševanje na Facebooku za mene tako drago. Ne? Torej, CPM so visoki, ne? In nisem mogel dosti zaslužiti. Bolj, ko sem kupil en tečaj od Nate Schmidta, sem žal ne več objavila, je v tečaju rekel, prodaj v niši z malo konkurence. In jaz sem bil, kaj pa če je res to the secret, ne? Ker če jaz make-up prodajam, pa če prodajam vsi make-up, valjda bo oglaševanje drago, ker vsi za isto stranko se borimo. Če pa za neke žnije prodajam, ko dobe ne, pa bo lažje. In jaz razmišljam, kaj je niša z moja konkurenca, kaj je to, ne? In se spomnim, moja prababica je včasih kvačkala. In grem v AdSpy program, napišem, v bistvu grem prvo v Google Translate, kako se sploh kvačkanje reče. Kaj te jaz vem, ne, kako se po angliško kvačkanje reče. Napišem v AdSpy krošet, ne, in srčam, vidim produkt, pa sem tom začel prodati. No in toti produkt, tak z lučko, je res zalaufal. In jaz sem dejansko do, 2 meseca nazaj to skrival, ker veš, kak je, nočeš ponavaj povedati, kere produkte prodaš. Potem pa bil, kaj če bi jaz zdaj dokumentiral pot, kako toti biznis spravim do 100 milijonov prometa v 3 letih in imam prav na YouTubeu, zdaj trenutno, ko se snema vse skup 3 epizode, bo pa še pač valjda več, kjer pač updateam, to se zdaj dogaja, zdaj sem na Amazon pogruntal, zdaj TikTok šel v Ameriki, pa zdaj dodam nove izdelke, pa to. Sem bil, veš kaj, se mi zdi, da bo sik za dokumentirati, ker mi je ful žal, da ko sem bil v onem največjem grindu, ko ni ratalo, da nisem več videl v sebi, veš posnel, le za tu zajebava, vse jebe, ker pol, ko ti vse gre, ni tak fajn gledati, ko ne vem, ko si bil neki chicken, pa ne vem, dan sem dal prvi nakup, kaj bi bilo to fajn, da je imel video, ko sem dal prvi nakup, ne, in sem rekel, kaj če jaz zdaj to dokumentiram, pa dam inspiracijo drugim, pa tudi meni za nazaj, bo pač ful fajn to gledati, pa če rata toliko boljše. Ja, kalih te momenti, jaz se tudi spomnim, ko sva z Žbetom dokumentirala ta proces ustvarjanja podcasta pa to, ne. Enkrat je on meni rekel, a si cool, da danes snemava, ne, in sem bil jaz tako stari, ni šansa, ne, jaz sem pač čisto v kurcu, ne vem, a bo, takrat sem en workshop delal, po moje, da te drugo edicijo, ne vem, a mi bo ratal, folk se ni neki prijavljal, a ne, jaz iz druge denarja praktično ne morem dobiti, ok, imam še en biznis, ki mi nekako pokriva, ampak tako, bil je milestone, ne, in je on meni pogledal in je rekel, jaz bi pa lih to posnel, ne, in sem bil jaz tako, si ziher, pač, ker sem razvalina, in je rekel, to bi posnel, ne, no, in se spomnim, klele je bil kader, in sva posnela in pol sem čez par mesecev kasneje, ne, kaj zalaufalo se, sem mu sam rekel svake čas, da si me pripravil do tega, ker ful mi je dobro videti to verzijo Lahija, ne, kaj je bil tako, ne vem, kako bo, pač nisem good, a ne. In si pol tako da hvaležen sem temu modelu, da ni nehal, ne. Vse to, ker se pa je težko prepričati, da zdaj se snemaš v totih slabih časih, ne? Ker tudi, ne vem, zdaj par tednov nazaj, pač kvačka, maj, začetek je bil ful brutalen. Tak najbolj happy, pa začetek junija je zdaj malo padlo, za zadnje 3 dni se je pobralo, stak že bil tak, kaj te to je, ker pač začneš dvomiti, ne? Kljub temu, da sem pač ful samozavesen, valjda imaš celi cajt dvome. Skače gor pa dol, ne, pa ne vem, je Amazon slab, pa ti da 1 zvezdico review, pa ti pol kar promet pade, pa vse, ne, pa bi onega nareš ubil, kar nekaj. In v takih momentih je se ful težko zdaj pobrati kamero pa snemati, ne, ampak to so glih oni, ko naredijo pač dobro zgodbo, pa ko ga za nazaj, ti je to bolj fajn gledati, ne pa, danes naredil novi rekord prometa, let's go, ne. Ja, to je tudi Gary Vaynerchuk, ziher, si nekaj spremljal, pa to on je meni tako inspiracija. Vem, ker imaš sliko, pa vse z njim. Ja, valjda, ne, to je tudi eden izmed unih momentov, ko sem bil tam in sem zablokiral. Jaz sem začel jeclet, star, pred mano je bil Gary in jaz kar nekaj sem govoril in to. Ampak on, kakor je skromen, on je mene samo gledal in samo poslušal. In na koncu mi je samo rekel, I love you man, mi je rekel, I love you back. In to je bilo vse, kar sem rabo dobiti, ne.
In polite greš v glavi, da bi ga še enkrat srečal, to bi mu povedal, bi mu povedal itd. Ampak imam enega asa v rokavu. Jaz sem rekel, da mu bom mail poslal. In je rekel, take your time. In jaz sem imel takrat, zdaj, ko nazaj gledam na uni sliki, sem imel gor ključ in gor je pisal patience na ključu. No, in jaz mu bom ta mail poslal, pač po moje 10 let potem, ko smo se slikali in mu bom to zgodbo vse povedal, pač kaj se je zgodilo v video obliki. Tako da ja, bom videl, kako bo to. Ne vem, kam sem hotel s tem iti, ampak... Lahko jaz povem en fun fact o Gary Veeju, da Gary Vee je bil razlog, da sem jaz imel jajca, da sem si upal faks postiti. Ker sem njegove videe gledal in vem, da je en prav bil, da če boš celo življenje živel tako starši hočejo, boš pol celo življenje bil na starše jezen, ker boš bil lej, zaradi tebe, nisem to pa to probal. In sem tak, ko sem to slišal, je bilo, kaj ni boljše slediti svojim sanjam, mogoče par let imeti slabše odnose, ampak na dolgi rok pa pol biti ful boljši, ko pa da celo življenje si pol jezen na njih, kljub temu, da dejansko oni nič niso naredili, ampak se ti zdi, da zaradi njih pač nisi, ti si upal sanjam slediti. Tako da to pa še oni, ko je pač govoril o obžalovanju, da je pač največja bolečina v life obžalovanje in da ne vem, ko srečaš 90-letno babico, bo govorila, kaki nikoli ne bo rekla, kaki je ne vem žal, da je to pa to naredila, ampak bo večinoma povedala, da je žal, da ni to probala, da ni ne vem tam bil lušni moški, pa si ni upala do njega iti, da ni ne vem, je bila v službi, ko je bila glih toliko, da je bilo okej, nisi upala riskirati, pa ne vem, drugo službo iti ali pa biznis, karkoli začeti. In to dvoje me tako res, tada Gary Vee sem svet hvaležen. Ja, enako, le mrolinci stari, res je tako, mislim, toliko, kaj je on dal free game ven, pa skozi knjige, pa skozi vsebine, pa nekako skozi govoru, dajo nekako občutek, da zmoreš, tako se mi zdi, da smo to ful rabali in je bil nek tak ful pomemben glas, sploh v e-commerce, ker je tudi s tem sam se ukvarjal, pa marketingom, pa to. In kar sem hotel prej reči, je to, da on je isto rekel, da če bi eno stvar lahko spremenil za nazaj, da bi se prej začel snemati, da bi prej več vsebine dal ven. On je začel pač Wine Library takrat, nekaj je snemal na YouTube, pa je rekel, jaz bi tega ful več dal ven in ful več bi rad imel posneta. Tako da ta njegov element documentinga se mi zdi, da je odprl vrata kreatorjem, pa pokazal nekak pot, kako se to dela, da je to... Ja, ne res OG. Ja. Pa tudi tako je bilo, da vsi toti so pol tudi mene inspirirali in je bilo tudi dosti pač pri tem, da sem jaz pol tudi začel objavljati. Ker jaz takrat, ko sem pustil faks, tisti dan, ko sem pač šel zatem, pa imamo na kosilo, da sem jaz pač dejansko povedal, sem tudi rekel, da lej enkrat, pa bom jaz pol isto objavljal, pa tudi drugim spremenil life, tako so oni meni, ker meni pač kljub temu, da lahko vsi hejtajo, ne vem, korce, karkoli, meni so korci spremenili life. Meni so Hayden Bowles, Nate Schmidt, to ta dva, na primer, za dropshipping sta meni čist life spremenila, brez nju pač ne, sploh vedo kak, in z veseljem sem pač isto plačal, kar sem mogel plačati, in sem bil le, da mi jaz pač isto nareja. In zdaj, ki si na tej točki, a imaš že občutek, da to delaš za ostale ljudi? Ja, pač, na primer, dobro je, ker tudi v tem, ne samo pač, ko vidiš pač po komentarjih, ampak tudi v tem mojem kursu noter imamo prav pač tab z dosežki in ker pač imamo vsake teden klice, jaz tudi točno vem, ker se tudi not pišemo, kdo dobro dela, kdo pa ne, in tiste, ko ene vidiš, ne vem, da enemu je na primer zalaufalo, pustil službo, pa je zdaj 3 mesece po Aziji potoval svojo punco, ko si je vedno želel, to je take dobre stvari. Valjda na to vsakemu rata, Ja. Ampak ko vidiš tak fakt, da dejansko je folk, ne vem, prej je nekako sovražil svoj life, ni vedel, kaj bi, zdaj pa mu je zalaufalo, pa pač uživa, pa se trudi, pa vidi, da se nekaj več da, je kar hudi feeling, Ja, daješ priložnost, odpiraš vrata, folk mora pa še zmer sam narediti, se zato pač narata vse. Ja. Ko prije do dela, takrat se šele začne, ko ti dojameš, da pač je to pot, ki ni lahka, in je ful dobro imeti nekoga, ki je prehodu, da pol zdaj ti lahko nekomu iz te perspektive nazaj poveš, lej, pač točno tam si, ka moraš biti. Pač ja, krvaviš, ampak zdaj lahko nehaš, kadarkoli. In to je nekako podjetništvo, no, kdo je to rekel? A je bil Gary celo? Ne, ni bil Gary, nekdo drug je bil. Da je podjetništvo, kada bi grizu steklo, krvavel, z nasmehom na obrazu, pa point je, da vsak trenutek lahko nehaš, kadarkoli lahko nehaš,
In zdaj, a se boš ti odločil, da boš to delal, dokler ne razgrizeš tega stekla in bo pol dober, ali pa pač lahko nehaš kadarkoli. Ne? In nekako, ja, pač, ki si ti v teh fazah, ki gradiš, ki raziskuješ, ki se izobražuješ, ki ti naratuje, tam se dejansko dela una cela slika, ki poluna špička ledene gore vam pogleda. Ne? Ja. Ja. Sam misli, da celo pot, ne glede to na krem level, vsi je isto, pač isto se jebeš, isto te jebejo stvari, neko da pa zdaj steklo ješ, pa krvavi, se mi zdi dosti isto, ampak bolj ko jaz tak saj pri sebi gledam, tak ne vem, ko pogledam, ne vem, lani ali pa karkoli, najboljše dni, ko se jih spomnim, to so bili najboljši dnevi. So vedno bili dnevi, ko sem nekaj hard naredil, pa mi je pol ratalo, ko je bilo težko. Nikoli se nas spomnil, lej tisti dan, ko sem cel dan ležal na kavču pa Netflix gledal, ne. In se mi zdi, da pač poanta, saj pri meni, lifea je, da delaš neke hard stvari, da si izboljšuješ, kljub temu, ne vem, da dostikrat v momentu se ti ne da, ampak to pol s tem rasteš, pa ker je neki challenge je zanimivo. Ker meni se zdi, če si tak v lifeu, ne vem, tudi jaz, ko vidim mene pač moje sošolce srednje, ne, ker jaz sem pač na drugo hodil, ko je pač ena izmed pač boljših gimnazij, je zdaj dosti jih tak, ne vem, šlo doktorat, pa to delati, ne, pa vsi skoraj magisteri, pa to, ampak jaz sem tak, kak beden life, pač valjda vsak svoje odloča, ne, kak beden life bojo imeli, ker ona že zdaj točno ve, ko jaz doktorat naredim, sem zaposlila, ne vem, ali na faksu, kjerkoli, celo življenje to dela, vmes imela družino, Froca je umrla. Ne vem, saj meni se tak zdi, dost, da če imamo en life, pa nikoli se nas zavedamo, pač, da je dejansko pač res en life, pa da bo hitro steklo, zakaj ne bi riskiral pa nekaj naredil meaningful, dost bolj, ko pa nekaj, ko je že začrtana pot, pa točno veš, pa tak, ne vem, meni bi to bilo saj boring, meni je to pač fajn, da zdaj imam plan narediti tudi 100 milijonov prometa, 3 leta, pa kam pa pol delal, ne vem, pač podjetništvo, definitivno cel cajt, ampak kaj pa ful rad delam, najbolj random stvar, potem bi se rad 1 leto vzel, prav najel, ne vem, enega pro kuhara, da se na Masterchefa pripravil, ker je od Masterchef zmagal. Shit, stari, to je pa bil zdaj, fuck, to pa nisem pričakoval, res, kaj? Ja, res. Kaj rad kuhaš? Ja, pa rad bi, gledam že Masterchef vse sezone in sem tak, fuck, da bi, kot veš, experience, da bi še to doživel. In pač valjda, če bi jaz na nekaj šel, bi šel, da zmagam, ne zdaj, da top 10 prijem. To, da bi se prej pripravil, ne bi zdaj, kar zdaj šel, ne, ker zdaj, ne vem, če dela neko kolerabas, nas povem, kako kolerabas gleda, ne. Stari, ja. Pismo, ja, hodost. Mislim, s takim mindsetom ti lahko rata karkoli, ne, sploh pa, če imaš zraven še to zavedanje, da ni to zdaj, ker zdaj si želim in zdaj bom šel tja in mi bo kar ratal. Ja. Pač priprava je, ne. In pismo, po moje skejtanje, če se vrnem malo na skejtanje, ti je lih zaradi tega, ker je konstantno neki novi triki, konstantno neki novi izzivi, ne. In res dolg časa verjetno rabaš, da to poštudiraš. Kako neki naresta, ne. Pač pri skejtanju je dejansko šport, ko se lahko vedno izboljšuješ, nikoli na trikov zmanjka, ne. Kljub temu, ne vem, da ko ti pač vidiš trik, se ti vsi zdijo isti, ampak je ful razlik, ne, in doben skater na svetu ne zna vseh trikov, ne, nemogoče je. Da ti se lahko cel cajt izboljšuješ, pa še tak je, da nič ne pride easy, ne, to se vedno z mojim friendom, business partnerom, ko smo se pač poznali prek skejtanja, pa skup skejtanjama, se vedno pač hecama, da zakaj mora vse biti hard, zakaj enkrat mora, veš, zakaj moram 1 uro trik probati, da mi rata, zakaj se mi mora v 7 vsrat, na primer, ampak vedno je tak, da, in sem tu res dobil to tono, disciplino pa potrpežljivost, vztrajnost, da pač dalje se trudim, pa vedno si pač rečem, nisem kviter, in potem si pač bomo najbolj z jezo delal, magari 2 uri, da mi jo pač en rata, pa je tisti feeling najboljši, kot je res tako. Končno, ja. Kako si pa handle to, da si bil na državnem prvenstvu 4 leta zapored drugi? 5 let. 5 let zapored drugi? Ja, valjda pač vsako državno potem, ko sem bil drugi, sem bil najbolj motiviran, sem bil naslednji dan, sem se takoj šel sket, zdaj sem to trike naučil, to. Tak ful me je počgalo, ker sem bil, moram mi te enkrat ratati. Tako da jaz sem dobil motivacijo, ker sem bil, enkrat se pa te more poklopiti, ne. Ja. In kdaj se je? Letos, 1 mesec nazaj še to, ne. Ja. Kakšen je bil feeling? Ful dober. Pač, ker pri skejtanju je tako, se ti skejt vrti pa vse to, imaš, ne vem, tako je bilo, da smo imeli 3 poskuse, 1 minuto vožnje. In fora je, ko imaš samo 1 minuto vožnje, ti mora vse ratati, ne.
ker če ti trik ne rata, gre pač negativno se ti šteje in če nekdo bo vse sfural, ti pa ne, tudi če bo on malo lažje trike, bo vseeno zmagal, ne, ker pač štejejo toliko paci dosti. In je ful težko, da se ti vse poklopi, ne, ker naprimer jaz, ko sem to ti pač vožnjo naredil, se mi je 4-krat, da se mi je skate tak zavrtel, ne, torej 4-krat se ti mora prav zavrteti, prav moraš pristati, prav se držati, vse skup sem pa imel 11 trikov in pol skočiš, ne vem, na ograjo gor, pa fora je, da ograjo pač, naprimer, kak mi naredimo, da drsi, z voskom namažeš, ne, ampak ne vedno isto drsi, tako da ti moraš tudi to biti pripravljen, da ne vedno isto drselo, pa če en glih prej namazal, bo malo preč drselo, včasih premalo drsi in da se ti vse to poklopi, ni tak easy, ne, zato je dosti krat tak, da ne vem, nekdo zmaga tekmovanje, pa mogoče naslednji sploh ne, v finale niti pride, ker se mu pač ni poklopilo, ker če imaš ti, ne vem, 3 poskuse, da se ti vse pač rata, ful hitro ti pač ne, ker 3 poskusi niso dosti, ne, če ne vem, jaz včasih radim za en trik 1 uro, kar je 150, 200 poskusov, ne, tu pa imaš 11 trikov zapored, valjda daš malo lažje, ampak ja. Ja, in a je bilo blizu? A si bil napet, ker so razglasovali zmagovalca? Ne, tu sem vedel. Ker sem tako dobro vožnjo naredil, pa doben je bil niti blizu, da sem vedel, to je ziher zmaga, ja. A boš še kaj skateu, mislim, naprej tako tekmoval ali bolj tako zase? Bolj za sebe mišljeno, pač da nazaj hočem biti pro, ja. Ampak tak na tekmovanje bom pa hodil, ne vem, to ta slovenska, pa zdaj grem avgusta, šel v Španijo, Vigo, ampak tam dvojim, da bom ful dobro naredil, ker pač ko si na onem res next levelu, je težje, ne, da to bi pa res mogel moje najtežje trike narediti, pa da bi vse sfural, kar je ful težko. Tako da ja, pač se mislim, povem do konca življenja, pač koliko sem lahko skatal, pa napredovati, tekmovati tako bolj kot ne za ono profesionalno, ampak tako za dušo, sem pa vseeno pač tekmovalen človek, to je fajn tako. Ja. Videl sem en post na Instagramu, takrat si res moja pozornost dobil, ker si babici avto kupil. Ja. Takrat sem ti tudi pisal. Ja. Dej mi povej to zgodbo. Ja, pač, no tako, ko verjetno vsi pravim, ampak jaz imam res najboljšo babico na svetu, ne vem, ko sem bil mali, pa to je vedno me vrtec peljala pol še v šolo, pa to, pa tudi ne vem, zadnjo leto, ko sem ful nisem rad vrtec hodil, so me izpisali iz vrtca in je babica se cel cajt z mano ukvarjala, ker je bila, lej se lahko jaz za njega skrbim in pač celi cajt vse je naredila, vedno karkoli sem si jaz mislil, in ko sem prišel na kosilo, se je štrul naredil, ne, valjda, ko pač ljubči prija na kosilo, čisto vse. In lani pa je glih tako bilo, da ni pač imela avta, jaz pa tudi, ko imam Porschea po zimi, še pa imam pač Beetla, Volkswagen Beetle, takih hrošček, v bistvu stari od mame avto, ne. In tudi jaz ne vem zdaj po zimi vozil Porschea, tako da ona nikamor ni mogla iti, ne. In sem tak bil, da če je meni ona cel življenje pomagala, pa ne vem, tudi za kvačkanje, pa to v večina oglasih, sploh na začetku je ona bila, ne. Mama malo zna, Mimi pa res zna, pač babica zna ful kvačkat, ne. In cel cajt sem jo snemal, vedno je bila, ja, da ni panike in sem tak razmišljal, da to je pa res pač nekaj ful lepega, da bi lahko naredil in sem pol avto kupil. Ja. Kjerga? Renault Clio, zdaj kaj je letnik? Ja, kaj? Ne, čist zdaj najnovejši model, ampak ja. In kako je ona to doživela? Ja, čist nič ni prečakovala, ker ne vem, jaz babico Mimi klečem, tada če mi rekel Mimi je pa zaradi tega, ja. Pač Mimi je taka, da bo vse naredila za druge, pa nikoli ne bo pričakovala, da bo kaj nazaj dobila. Veš, kar je pač, ne vem, ti jaz naredil uslugo, naprimer, pa bom zdaj pričakoval, zato jim pa jaz ne vem, čez en teden naredil, pa boš se ti bad počutil, če mi ne boš pomagal. Pač ona res ni taka, ne? Ja. In čist nič ni pričakovala, pa še tako je bilo, da pač, da se avto na njo pa to piše, je mogla teta, ko pač v isti hiši živijo, je mogla ji vzeti vozniško ali ne vem karkoli, da se zavarovanje naredilo, pa to njej nič ni pač klikno, da je mogoče za avto karkoli, čist nič. Ja. In se pa sem tudi tu videl, pa vse to posnel, ker sem bil pač to pa res mora biti dokumentirano, tudi za nazaj gledati, ker včasih grem pa pač nazaj tudi video pogledam. Ja, in čist je bilo pač šokirano, res niti malo ne pričakovala. Kako hodoj. Ja. Kaj pa starši tvoji, kako so pa oni to videli? Ja, pač ful lepo, mislim, ne vem, kako bi drugače odgovoril, pač. Ja. Mora biti lepo, saj jaz mislim, da so tudi moji mene tako dojemali, ker sem tudi faks pustil, ne, pa je bila mami takrat, da si zmešana, ne, pa pol
zed stara, ki sem šel, je bila tako, a si ti, pač kaj s tabo tam malo, kaj se s tvojo glavo dogaja, ti imaš tako službo, tako plačo, delaš to, kar rad delaš, zakaj kurac ti zdaj hočeš iti stran, a ne? Sem jaz tako, pač mami ne znam ti povedati, koliko ti za faks nisem znal povedati, pač kliče me nekaj drugega, ne? In pol, ko vidiš ti tega otroka, ki ga hočeš zavarovati, da mu rata z nečem drugim, ne? Oziroma, da je res srečen, da res pač se mu odpira življenje, tako kot se tebi in meni, ne? In sem hvaležen za to, verjamem, da si ti tudi. Kot starš, ki to vidiš, po moje ti mora biti tako wow, ne? Res si mi pokazal. Ne? A si kdaj govoril s svojimi starši glede tega, kako te zdaj vidite, kako vidite to tvojo pot, odkar si pač pustil faks do zdaj? Tak, da bi rešil neke detajle, pa full deep, ne, nikoli. Ne vem zakaj, res, ko si govoril, glih razmišljam, da je zanimivo. Ne, nikoli nismo tak, pač nekak, ker vseeno je pa tudi drugače, naprimer, ko ljudje vidijo, ne vem, si, ne vem, kupil avto, to, pa si mislijo, kak mora biti pač to crazy, kar je, ampak ni pa tak nepričakovano, ker nazaj skočiš iz, ne vem, jurja na milijon v enem dnevu, ne? Ampak greš pač postopoma, ne? In ti, ne vem, greš iz 1000 evrov prometa na dan na 1100, na 1900, na 1300 in se tebi zdi taki skok in po mojem se tudi ni zdel taki skok, dokaj napol za nazaj pogledaš, pa si tak fuck, ne? Kam je daleč prišel. Ja. Mogoče vpraš. Ja. Jaz se to z mojo mami dostkrat pogovarjam, v bistvu mi sama od sebe povem, da koliko je ponosna, da delam to, kar delam, da nekaj dobrega nazaj dajem, bla, bla, bla. Ker vmes je rekla, da zdaj, ko me vidi, da takrat nisem bil čist jaz, ne, ker jaz sem bil pač, tako, kot si sam rekel, jaz sem bil pač v Ed Staru, pa Shine Browna, ne, ker sem pač pripeljal projekt koliko je bilo, po mojem na začetku, ko sem jaz projekt prevzel, smo 30 jurjev na let delali, pa mislim, da se je naredil nekih 17 ali nekaj tasga, ne, milijon. Še zdaj se dobro dela. Ja, še zdaj Amazon so krekali, ker sem gledal, ja. Itak, pa B2B, ne, klej je Jaka, Štifter, brat od Roka, je tako spremembo naredil, da glava boli. Jaz sem zanj bil z njima na kosilu, no, in je lih nek deal hud zaključil, tako da svaka čast resa, ne. Medtem, ker takrat smo pa delali res online, samo online, ne, in smo prišli do res velike cifre, ne. Ampak, ko greš skozi te številke, ne, pa delaš v bistvu za nekoga drugega, s tujim je lahko po koprivah opletati. Jaz nisem pač razumel, da, mislim, ko si gledal ti vne cifre v Ads Managerju, pa si v enem dnevu naredil 150 evrov prometa, pa si bil tako, kaj, nič tasga, ne. Pa si pa tako, 150 jurjev je nekdo pač naredil s tem. Zato, da se je to naredil, se je mogel 50 000 evrov zapraviti v oglase. Pa ne to, pa on še je mogel se prvo najti dobavitelja, ki bo to naredil. Pol je mogel on zalogo, ne vem, za 2 meseca naprej naročiti, da se, ne vem, zdaj šumim, 1 mesec kremice delajo, pol mogoče še ima tak, da mora posebej packaging narediti, posebej mogoče label, posebej plastiko, pač katlojico, v katero pride, vse to posebej, ful enih stvari, ne, in isto, ne vem, zdaj, ko smo pač imeli tu na podcastu, pač eni prijo, pa so tako, ne, pač mikrofon je tu, ampak ti si mogel researchati, karo kamero kupiti, kari objektiv, kak naostriti, kak zdaj zvok, kak luč postavi, da je pač pod pravim kotom. In ko si enkrat, se mi zdi, v podjetništvu ful bolj ceniš take neke stvari, ker je tak, ne vem, da v Hoferu je grozdje, dan sveže, kak so oni mogli, ne vem, ga tam uvozi, da je to na ladjo glih prav, da glih 5 dni zdrži, pa da ga ne preveč naročijo. Nerealno je, ko si pač tem not, pa se zavedaš, kako je to vse zajebano. Ja, kakšna kompleksnost nastane v bistvu od zadja, in kaj enkrat krekneš, itak brez ekipe pol pač ne gre, ne? Ampak mislim, jaz sem se zanj pelil mimo, po moje, da ne vem, enega skladišča ogromnega, ne vem, kje smo bili, nek harbor je bil tako, ne vem, koliko teh kontejnerjev pa tega, in sem bil tako, kako stari oni vejo, kaj je kje, kam kaj gre danes, kaj je jutr, da ti razmišljaš, jaz ne morem dati zdaj kontejnerjev čez, ki jih bom mogel umikati. Kakšen proces je to? Ne? In sem bil tako, wow, svaka jim časta. Tako mislim, to so taki sistemi že, ki smo jih ljudje postavili, da je to noro. Ne? Napeljave, plin, itd. Ne? Mi pa površinsko gledamo in smo tako, pač to je, ne? To je samoumevno. Ko si pa v podjetništvu, pa točno čez te procese zase greš, ne? Pa sestavljaš. In klej jaz brez Ažbeta, ta prvi, ki je bil pa pola Madeja, a veš, ni šans. Jaz bi ful preveč časa porabil za to, da to kreknem sam, in sem raj zapravil cash za to, da to krekne nekdo namest mene, kamu je to domače. Ne? Pa me zanima, kako ti gledaš na to, oziroma imaš kakšno ekipo, ki deluješ mi zelo solo player,
Ja. Ampak me zanima, ali si kakšno ekipo gradil, snemaš se verjetno sam ali kakšen Ja. imaš proces? Pač glede objavljanja vsebin, montiranja, to vse pač sam delam. Še kar. Ja, pa ne vem, tako fajn mi je, pa se jaz ne na tak full, zdaj da bi neki editing bil, zdaj full skille potrebne, pač katam, tu pa ta muziko, dodam malo teksta, pa to ni zdaj wow, ne, da bi bilo, dejansko pač na Instagramu Reelsi pa ponavadi pač veno vse povem, mogoče tu pa tam kaj katnem, res 3 minute editinga, pač ni zdaj, ne, high production. Glede pač biznisa, pa na začetku sem vse sam delal, pa sem videl, da pač dejansko ne moreš sam vse narediti in ko sem z Evropo začel delati, sem s tem mojim friendom, ko je zdaj pač business partner, smo skupaj začela, ker sem bil ok, zdaj pa tu, če imamo tu fizično zalogo, se je to moglo pakirati, ne, najti pač on to handla in tako da on je bil prvi, pol tudi ne vem, glede računovodstva imam srečo, ker je mama, pa sem jaz začel, ker ne vem, sploh v ads menedžeru, v Evropi imamo 6 evrov na dan ad sete, ne? In če se spenda 10 jurjev, je to skoraj 2000 ad setov, ne? Če 10 jurjev deliš za 6, in jaz moram 2000 ad setov vse pogledati, nove oglase dodati in sem pol pač bil tak, ok, te pa zdaj moram zaposliti ljudi, ne? In to je bila kar težava, ker kak zdaj ti dobrega najti pa ga naučiti. Prvega sem zaposlil, tako da sem na Facebook grupu pač napisal, da pač iščem oglaševalca. Nikolaj je bil iz Bolgarije, ja, ker sem bil nočem in-house do banga, jaz hočem vse online, zaradi tega, ker ne bi rad bil v pisarni, ker če sem v pisarni, moram biti od 8 do 4 in pač pol meni ni poante, ker meni je, ne vem, fajn, če jaz vidim, da bo daš ob 1, se grem zjutraj skatat, ne. Če pa sem pač zabremzam, da pač to ne morem, te pa pač rajš manj služim, pa imam vse online, da pač imam to fleksibilnost, ne. Njega zaposlil in on je znal Facebook oglaševati, ampak on je znal lead generation, ne. In jaz sem pač bil, ok, če te zna Facebook, jaz to naučil, pa zdaj bom bil prijazen, pač IQ ni imel tako visok, ne. Pač dejansko ful nizk, pač ni bil pamet, niti približno ne. In jaz ga 3 mesece učim vsaki dan in ko sem ga, ne vem, naučil, vse, kaj je on naredil, sem popoldan šel pa vse čekno, kaj je naredil, pa mu v dokument napisal, to je dobro, to ni dobro. In je to bilo grozno, to je meni bila tak največja muka vsaki dan iti skozi, pa sem tak mami govoril, ja pa meni se zdi, da on ni dober, pa je bila, pa Luka, moraš biti potrpežljiv, ne, sej traja, ne. Fire fast, bro. Ja, in po 3 mesecih sem pa jaz pol, ker fora pa valjda, on bo delal v ponedeljek, od ponedeljka do petka, soboto, nedeljo, jaz nikoli ne bom glasov pustil, pač da bo kar delali, torej sem jaz soboto pa nedeljo. Potem sem si za foro štopal in sem videl fakt, da meni njegovo delo, ko ga jaz plačujem tak 3 ure na mesec, meni vzame 2 uri, pa meni, če jaz njega čekiram, vzame 1,5 ure. In sem tak bil za pol ure na dan, ga jaz plačujem, pa še živcem mi pač, ne vem ga ubil, ampak na živcem je šel ful in sem tak bil, pač ni šanse in sem pač jaz pol mu rekel, lej, sorry, pač da ne gre. In pol sem pa bil, ok, zdaj moram nekoga drugega najti. Pol pa sem bratranca od enega prijatelja zaposlil, ker je bil pač zgubljen v lifeu, ni vedel, kaj bi delal, jaz sem pa bil, fakt, lej, ful je pameten, ampak pač zgubljen. Bom jaz bil kao the savior, ne, pa ga bom rešil. Isto, 3 mesece vsaki dan sem ga učil in to je ono, vsaki dan ga ne vem učil 4 ure, ne, pol pa moraš ti še celo delo narediti, ne, in ga učim, da se glih nauči vse, pa on reče, da on ne bi to delal, da je šel nazaj na faks. Meni pa biznis najbolj raste, meni je tam, smo šli iz 6 ur na dan prometa na 40 v tak 40 dneh, je bil taki scale, ne, ker se par winnerov našlo, ne. In jaz sem tak, kaj te zdaj, in sem bil ono spet tistem, zdaj pa res moram pogruntati, nekak najti. In se naučil, in sem si naredil Facebook oglase, lead generation, dobil maile, imel pol, pač to te ade ranal, dobil od njih maile, z njimi schedulal call in pol sem 2 tak našel in pač zaposlil, ampak tisto obdobje sem bil kot zombi, ker to je bilo callov, ne vem, po 6 ur na dan, pol sem pa še jaz mogel vse Facebook ade narediti, takrat pa ni zdaj več bilo 2 uri na dan dela, ampak enih 6 ur na dan dela. Jaz sem včasih, ne vem, do polnoči, to pač šopa, to te ad-sete, pol pa naslednji dan spet čez to te kole pa to, pol pa, ko sem čez vse to te kole šel, sem se pa mogel odločiti, pa ona 2 naučiti. No, pol sem pa prišel do spoznanstva, da jaz sem pa ona 2, ko sem jo pol zaposlil, sem jo naučil v 10 dneh vse. Zakaj? Ker sta točno v istem biznisu, bila pač isti biznis, sam pri enem drugemu.
in je bilo 100-krat lažje in sem videl, alo, nikoli več nas zaposlim enega, ko nima pojma, nikoli več enega, ko je, ne vem, nekaj žnje montiral, nekaj žnje oglaševal, ampak bom točno to, torej ne vem, če jaz zdaj pač imam trendi šel v Evropi, bom enega, ko ne vem, pri Vigo šel podelal, ko je isto delal in se je 100-krat prej, tako da pol sem to krekno in se tudi Atejo polkrata pa ima agrovrtni center, ko se že v bistvu moj dedek je to ustanovil, v Bistrici tak fizična trgovina pa malo vele prodaje, pol tudi rabo neke zaposlene, pa sem mu isto zadi našel, tako da sem se prav naučil tak Canva templates na porabo, we are hiring, pač kaj hiraš, bum, dobiš maile, daš par vprašanj, ne vem, za Facebook oglaševanje sem jaz dal vprašanje, kao, nisem zdaj bilo, koliko imaš izkušenj pa to, ker se veš na internetu vsak kao expert, ne. Ampak tudi prav ne vem, če je tvoj CPM taki, pa CPC taki, začunaj mi CTR, na primer. Sem bil, ker pa takrat še ni bilo ChatGPT-ja, ni zdaj mogel kar tak, pogruntati, da sem pol nekak bullshitere videl, pač da je bullshitter. Drugač preko LinkedIna se da ful dobro iskati. Če boš naslednjič iskal, mogoče malo stesteri to. Ker ti lahko prv job post narediš. In folk, ki išče, se bo prijavil točno za neki task. Jaz sem tako za buzzwords, ki sem iskal ljudi, pa tudi že po moje za AdStar, ki sem še iskal preko tega in mi je bilo ful bolj zato, ker dejansko sem iskal na platformi, kjer so ljudje, ki so resni glede kariere in tako. Medtem, da se mi ni pač neki balast prijavljal, ampak so bili ful dobri lidi. No? To je res, ja moram LinkedIn pogruntati, ker vem, da ko sem začel to objavljati, je mama pol pravila, da je, ne vem, frendica karkoli pravila, da so me na LinkedInu searchali, pa mi pač ni bilo, ne? In pol sem si jaz naredil LinkedIn profil, ampak nisem se loginal že od takrat, ko sem si ga naredil. Pol leta, sploh nič ni angor. Ja, pa sploh ti z svojim volumnom kontenta pa znanjem ti lahko zbildaš LinkedIn profil takole. Lahko te povežem z enim modelom, ki se s tem ukvarja, pa avtomatiziraš lahko praktično vse s ChatGPT-om sploh, ne? Če greš iz neke take niše izhajati. In ja, po moje, da bi bilo good zate. Sploh zaradi kadra. Kadar je ful, za LinkedIn je ful dober za kadar iskati, no. Pak ja, zdaj, ki si govoril ta hiring process, da menkle besede od Garyja so mi ustajale v glavi in to je bilo Firefest. In to je to. Pač ne se ukvarjati, pa rešvati, pa sej bo, ko boš ti najdel winnerja, veš, da si ga najdel, tako kot pa v glasu. Pač hiter boš videl, da je winner. Vse to, ja. In ja, ne smete biti pač strah zaključiti sodelovanje z ljudmi, veš, pa sem jaz po moje 200 ljudi najel in odpustil pa red staro, ne. In takrat pač dobiš neko malo tršo kožo, veš, to, ja. Na začetku si pač tako ta pa je ta prav 100%, ne, zdaj itak na meni, ne, pol slišiš še to, kaj te rekla mami, ne, ustraji, moraš dati priložnost, biti potrpežljiv, ne, ti pa veš, da če meni to toliko časa vzema, ne. In ja, te ljudi, ki so zdaj kle v ekipi, ne, sploh kar se podcasta tiče, mislim, da imam 6 ljudi, 7 ljudi, ki delajo na projektu, ja. Dejansko so vsi pač v roku teh 2 let dokazali, da so kle z razlogom in vsak ve, kaj ima za narediti, vsak ima neko jasno sliko, pa kar je ključno, vsak je v tem, kar dela, boljši od mene. Ja. Kar je ni lahko. Ja. Ne, kar se tiče editinga, že sem tam delal vse, ne. Od conversion rate optimizationov na websitih, do oglasov, do vsega, ne. Jaz sem ta švicarski nož bil, pač praktično me je vse zanimali in vse sem relativno hitro poštudiral. Ampak kle sem si pa rekel, ne, jaz hočem ljudi, ki živijo za to, kar delajo in bojo pač to lahko na veliko višjem nivoju delali, kaj jaz. Jaz bom poskrbel, da se delajo projekti pa biznisi zraven, da bojo cash dal noter, da meni v bistvu kupijo čas, da lahko razvijamo, ne. Tako čisto na ta način sem gledal. Samo to pa je zdaj mogoče moje napačno prepričanje, ker jaz imam naprimer tudi problem, da jaz hočem pač vse znati, ne. Ampak jaz sem pa mnenja, da na začetku moraš vse znati, da lahko zaposliš ljudi, ko veš, če je bullshitter ali ne, ker naprimer za Facebook oglaševanje jaz točno vem, zdaj že za Amazon sem se naučil točno vem, ne, kdo je bullshitter. Za Google Ads-e, ko nisem mojster, bi me hitro lahko napisal, malo mi povedal to pa tisto, pa že jaz ne bi vedel, ne, vala, če mi ROAS, te stvari, ko so več iste matrike, vala razumem, ampak če pa greš, ne vem, lead gen adi ali karkoli, kaj te jaz vem, kaj je. Vem, da ful nekih tudi Google ima, pa že vem, da ima search ade, pa YouTube ade, pa še ful nekih adov, to pa bi me hitro nekdo lahko napisal, ker pač nisem dober v tem in se mi zdi, da na začetku moraš vseeno, vse to je moje prepričanje, imeti neki skill, ne zdaj ne raš biti the best, toliko, da pol pri zaposlovanju ti je lažje, da te pač ne v en
lahko napisal, pa si pač mislil, da je the best, ker ne vem, jaz nimam pojma, ne vem, nisem odvetnik, ne, in če prije en, ko ima čist malo pojma, pa mi začne neke zakone pravi, bom že jaz mislil, on je master, ne? Ja. Ne, sigurno. Sej klej je dobro, da si firpčen, pa da greš po težji poti, pa na začetku sama, ne. Ne vem, Knehtelj mi je enkrat lepo rekel, ali imaš denar, ali pa imaš cajta, ne. Ja. Če nimaš denarja, sam ustvari videe, pa jih posti, če imaš denar, najem enega, da to dela namesto tebe, zato da boš imel cajt, zato ker očitno ga nimaš, a ne. Ja. Tako čisto na ta način mi je ful dober orisal sliko, torej, ok, v redu. Na začetku ni panike, bom jaz že sama, pa pol, pač, ko pa vidim, da mi časa začne zmanjkvati za pomembne stvari, Ja. kar bo tudi tebi Vse to, na neki točki, ko se boš mogoče s Hormozijom na kolu z acquisition.com menil, da ti on pomaga, a ne, valjda boš dal fokus, ne boš gledal glasov, a ne, pa boš pa mogoče drugače začel razmišljati, a ne. Ja. Vse zato je dobro, da delaš po svoje. Ja. Pa sama ne, ljudje, ki pridejo zraven, ti bojo že povedali, to se da narediti, ti pa rečeš, ja, ampak zame to nima smisla. Ker če nisi praktičen v podjetništvu, pol si ga ne jebo, a ne. Če ti delo samo ono, kar je kul, pa ni praktično zate, pol bolj da nehaš. Ja. Ok, da sva kar šla v tole sceno. Pa ko sva lih pri Hormoziju, jaz sem opazil, da on tudi neke velike bolečine dela, ne. Tako da ima neko travmo, po moje s fotrom, da se mu hoče toliko dokazati, da glava boli, a ne. A ga gledaš ti kot nekako inspiracijo, na kakšen način njega doživljaš mogoče? Ja, meni je Hormozi the best. Pač meni je the best, jaz sem ga že gledal ful dolgo nazaj, pa najbolj one OG videe, ko se je pač snemal za kamero od računalnika, tam neki not in the closet, najslabša kvaliteta, ne vem, to ti neki bolj ko ono filozofira v life, to meni tako fajn posluša, take bolj stvari. Tako da pač jaz se z njim ful strinjam. Valjda so ene stvari, ko se ne, naprimer, on ne rad imel frocov, ne, vse tako pravi, pač meni se zdi, da če si, naprimer, da dela samo za denar, pa pol, ne vem, nimaš frocov, pa nič, da je life empty, to se meni zdi, da pač jaz definitivno si ne znam predstavljati life brez frocov, pa tudi, naprimer, tak, da nazaj pač workaš tudi smart, ne samo hard, da jaz, naprimer, vem, zdaj sem tu, ker ne vem, čez en teden še malo manj grem na Bali, ne, ampak fora, ne vem, zdaj preden sem bil na Balju, sem zdaj ful delal, pol na Balju bo malo manj, pa spet ful delam, da imam oni zdaj malo balance, se pa z njim strinjam, da na začetku pa nimaš čist nič balance, ne. Prve 3 leta jaz po mojem average, ne vem, 10 ur na dan vsak dan delal, pa še odkar sem začel s podjetništvom, nikoli nisem imel enega dneva čisto off, da ne bi, ne vem, vsaj par ur delal, ne. Pa tudi tako, ne vem, se pelem zdaj v Ljubljano oziroma domov, bom podcast poslušal v biznisu, ampak meni je to zdaj fajn postalo, ne. Tako da se strinjam, da če hočeš nekaj doseči, moraš na začetku pač sacrificeati, ne, isto kot če hočeš shujšati, ne, moraš vsak dan jesti torto, pa pač shujšati, ne, moraš pač ima vsako svojo ceno, ampak long term, ko si pa, ne vem, pol na nekem takem levelu, pa se meni zdi, da ne bi jaz rad tak živel kot on, ne, da pač res ono 12 ur na dan vsak dan dela, ampak vsak ima svoj life, ne, če njemu to paše, mu naj paše, ker mogoče ima tudi malo problem, kaj imam jaz isto, je, da če, ne vem, imam free čas, pa ne delam, se slabo počutim. Tako da fuck, wastem time. Zdaj ne vem, če grem na Bali, ok, se ne slabo počutim, ker bom tam nekaj delal, ampak ne vem, če jaz zdaj, da bi zdaj prišel domov, ne vem, po tem podcastu ob 2, pa cel dan več ne nič delal, pa tudi ne imel nič tak za delati, bi se slabo počutil, bi bil ok, če nimam zdaj nič planu, bom rajše delal, ko pa, ne vem, Netflix glav, ko se pač slabo da več počutim. Kaj krivda? Ja, tak bad, ne vem, tako ko se, ne vem, isto se bad počutim, če vsaki dan moram športati, saj nekaj, ne. Vsaki dan skatam, ampak tu pa tam pač, če ne moram, pač grem v fitness, ne. Teda vedno nekaj delam ali pa laufati, ker se ne vem, jaz se počutim, da bom postal debel. Pač tak, čista. Ja. Ja, razumem, kaj misliš. Vse mislim, da je to skupno tako high achieverjem vsema, ne. Da pač je ta notranja resnica toliko močna, da tega bullshita, lenarjenja, pa tega pač preprosto nočeš sprejeti, ne. In, ampak, ko pridejo te občutki, kako reagiraš na njih? Torej, ko pride ta občutek, da se počutiš slabš, ker nisi naš delu, kam te pele? Grem delat. Ja. Ja, ker se slabo čutim. Ja, se pravi nek motivacijski faktor v bistvu, da te spomne pedja, ne. Ja. To je, kdo je to rekel? Pismo, ne bom se spomnil. Delayed gratification je scena, ne? Torej, da moraš ti razviti sposobnost
skozi svoje življenje, skozi svoje delo, sposobnost, da odlašaš z tem, se pravi, gratification, nagrado. A ne? Ja. Medtem, če pa pogledaš, kako pa je Večina ljudi. tako, sistem je tak, a ne, da je pač vse hitro, tako je, ne. Takoj hoče vse, ja. Dopamin spajki, sam s scrollanjem jih danes že dobivaš. Mhm. In to biti toliko zavesten, da to eliminiraš, pa se zavedaš, da za nagrado je treba narediti, da če boš šel na fitness, se boš vedno dobro počutil, če boš šel skatat, se boš vedno dobro počutil in takrat, ko si len, tudi to narediti, sigurno. Ampak zdaj pa kle plot twist. Kaj pa takrat, ko si utrujen? A ločeš med tem, da pač ne moreš delati, ker nimaš energije, nimaš kapacitete, in med tem, da si len? Ja, zdaj, če sem ful utrujen, valjda pač ne bom šel delati, ne. Ampak to se redko zgodi, ker jaz sem nekako prišel v balance, ne vem, vsaki dan se zdaj, včasih sem malo hitreje, zdaj se 6:50 vstajam vsaki dan, hodim pa spat, včasih sem ob 10, zdaj sem se malo polen ob 11, mi tako malo paše, ne. In dejansko, ne glede to, kateri dan je v dnevu, vedno bom isto hodil spat, isto se vstajal in vsaki dan se, ne vem, urco do 2 urci športam, ostalo pa pač delam in se neki balance našel, ko lahko celi cajt tak delam, da ne burnoutam, nimam onih spajkov ful, da bi zdaj, ne vem, dan se ga vtrgal, 14 ur delal, jutri pa pol bi cel dan ležal, vedno je dost isto, razen valjda, če je neki taki, da glih se mora novi produkt gor dati, pa še me, ne vem, nekaj jebe, pa pač do, ne vem, enih zjutraj delam, ampak to so res redki dnevi. Ponavadi sem pa nekako tak našel, da meni osebno najboljše paše. Se pravi, da je to ključ do tega, da si sposoben biti discipliniran, da si predvidljiv sistem narediš, po katerem pač sploh ne ločeš delo, da pač vse je samo lifestyle. Ne? Ja. Torej, to je del tega, kar delaš. A ne? Da eliminiraš to prepričanje, da je delo in prosti čas in spanec in, ne vem, obroki vmes in trening, ampak da je v bistvu vse samo en lep val, ki ga ti posurfaš čez dan. In da iz tega ven pol ti lahko razviješ šele sistem, da sistemi so pa unike spremenijo način življenja. Ne toliko cilji. Ja. A veš, ko si nekdo da cilj, zdaj bom pa vsak dan vstal ob 6:50. Pač ne, prid do tega, da je to tvoj default, da boš po naravi vstal ob 6:50. Vse to, ja. Tako da ja, super. Pa zelo zgodi si to, ful nočem tvojih let ven metati, kot da je nekaj posebenega, ampak relativno zgodi si to poštudiral. Dovolj zgodi, da ti pol, ko boš imel otroke, to vse se razfuka. Na prav faktorji. In boš tako, kje je zdaj moj sistem, stari. Tako da ja, to je kar pol neka lepa sprememba v lifeu, ki se ti zgodi, no, ki jo moraš tudi pohendlati. Pa. Ti imaš otroka, ne? Ja, zdaj bo, mislim, novembra bo 2 leti stara, ampak. Pa še planiraš več? Ja. Jaz bi imel 3, 4, samo zdaj je mogoče pametno govoriti, pa v realnosti, ko si tako, da zdaj ga moraš, ne vem, previti, pa jaz pa ono, ne vem, ampak ja. Lej, ful je lušten, ful je lepih stvari, kar je meni največ dal je to, da sem bolj prisoten, da znam bolj odklopiti tudi delo, to, kar se kle dogaja, da veliko jeze mi je pokazala ta mala, ki je ven iz mene začela iti, ker pol je tako, ne. Ti si lahko mojster planiranja dneva zase. Ja. Vse je po tvoje. Ti si kreator svojega življenja. In pa pride to mehno bitje. In je tako, jaz sem pred tabo. Ta prvo boš zame poskrbel, pa boš pa na mail odpisal. In ja, kad ti to bitje uspavaš in v glavi že greš, zdaj le bo zaspala, bom lepo v mail odpisal, točno vem, kaj bom napisal, vrhunsko, jo odložiš, in to se 1 uro ne konča. In če ti betlaš s tem, da že zaspi, da grem lahko mail odpisati, je katastrofa. Tako da me je ful naučil biti, pač zdaj je to, bom že poluno, stvari lahko počakajo in ja, se ti kar spremeni. Je pa po moje za vsakega drugače, to je tudi odvisen, kakšna bo partnerka, kako bosta to hendlala, kako bo ona lahko tega naredila. Jaz sem tudi z Ano, sva se dogovorila, da ona ne dela, da jaz poskrbim za to in je veliko lažji pol, ampak jo zdaj kliče nazaj v ustvarjanje. Pride do točke, ki noče biti več samo mama. Ja. Toliko je enih priložnosti, toliko je enega življenja, ki se dogaja, ti si pa zdaj nekako tudi ujeta kot ženska v to neko tradicionalno vlogo. In sem rekel, da ko pride do tega, ni panike. Tudi jaz sem veliko doma, veliko sta malo in mi pa še bitno, ampak vsak po svoje, tako kot si rekel. Ja, meni se res zdi, da vsak človek rabi neki cilj, nekaj, da ga puša dalje, ker drugače po mojem res ne moreš tako, težko je. Sploh fantje.
Ja. sploh moški, a ne. Mhm. Te, ki nimajo ambicij, ki nimajo nekega po eni strani dela za delati, torej da so koristni, a ne, pa skupine drugih moških, s katero se lahko družijo. Se mi zdi, da sta te dva oba zelo pomembna za katerega-koli fanta danes, da dela na tem, da jih dobi. Torej eno namen, purpose, da si ti lahko koristen, drugo pa krog ljudi, s katerimi lahko te uspehe deliš, pa da to niso ženske, ampak so drugi moški, a ne. Pač meni se zdi najbolj žalostno, ko vidim prijatelje pa kogarkoli, ko je, ne vem, bil in the shape, imel je tudi, ne vem, cilje, pa to sploh en tak je pač, spoznal sem ga na nekem workshopu, ko je pač dejansko bil workshop od Janija Pravdiča, ne, tak zdaj, da bo, ne vem, live nekaj vun več naredil, pa mi je govoril, kako ima vse cilje, pa to, pa je dobil punco, pa čisto vse pozabil. In toliko ljudi vse dela, ne vem, špila tenis, hodi v fitness, vse dela, dobi punco, kot da je zdaj vse dosego, se poleni, se zredi, nima več cilja. In meni je to tako, boli me, ko vem, tako ni potential, ko je pač wasted potential grozen. Pač to jaz ne rad bil. Kako misliš, ja, se ne boš, ni s takim mindsetom, ne, mislim, po moje, da ne, no, ker je preveč. Še ena funny zgodba, da ko smo mi pač, ker dosti mojih prijateljev, torej tako bilo, da je čisto pač punca se prepusto njej, vse, ne, pač ne vem, včasih tenis špila, zdaj mu je najbolj fajn soboto iti na tržnico, pa daj, če si 24 let star, kak ti je te tržnica zdaj highlight tedna, ne? No, in to je moj biznis partner, ko smo mi dva začela, je imel punco, ampak ker je on vedel, kak sem jaz heavy, glede tega, da sem pač se bal, da bo se karkoli pač, če bo on dobil punco ali pa ne, da bo pač čisto za bluzo, mi 2 leti ni povedal. Z 2 leti, ko je imel punco, pa skusma delala, mi ni povedal. Nisi upal povedati. Ker jaz sem pa v tistem obdobju bil, jebeš vse, z dobeno nem dejtal, z dobeno nem si pisal, nem vun hodil, samo fokus. Jaz sem mogoče sploh na korona del, da sem šel sploh na pijačo z frendi, po manj 2-krat na leto. Nikoli. Locked-in, a? Čist. Ja. Hle imamo še enega locked-inerja, Let's go. Ja, tudi ima zgodbo, mislim, ja, se nam govoril, ampak ja, podobno, iz heartbreaka zdaj bom pa jaz locked in, ne zanima me nič, stejke je, jajca je, to je to, klele pride od hustla, gre domov, od hustla druge projekte, tako, hudo je gledati moškega v tem obdobju, a ne? Ker veš, da ne bo skostko, ne bo skost trajal. In meni je super, tako, vidiš moškega, ki je samozavesten. Jaz mislim, da ima odkljukane 3 zadeve ziher. 1, dela nekaj, kar ga osrečuje, ker vidi svoj namen. 2, hodi v gym oziroma dela neko fizično aktivnost, da skrbi za svoje telo. Pa 3, ima cool ljudi okoli sebe. Ni sam, a ne? Ker se mi zdi, da veliko je takih, ki probajo vse sami, pa se nekako zaprejo noter, ampak še zmeraj smo, se mi zdi, neka družabna bitja in sploh fantje rabimo ta humor, pa to podrkavanje drugega, pa malo tekmovalnosti, pa športanja skupaj. Ne vem, se mi zdi, da je to zdravo. No? Ja, in me veseli, ko vidim take moške. In vidim koga, ki ni samozavesten, ki je tako down, ki je mehek, pa sam te 3 stvari vprašam. S kom se družiš, a imaš moško družbo, kaj delaš, se pravi, ustvarjaš nekaj zase, pa 3, kvaj že bila? Da si fit. Da si fit, ja. A hodiš v gym, a treniraš, a ne? Meni se to zdi ful ključno, ker vmes se je pač zgodilo, sem si jaz ligament natrgal na skejtanju na gležnju in skejtanje dejansko sem gležnil, ne? In se nisem mogel 3 mesece skejtati in si bi pač človek mislil, zdaj pa ful več delal. Manj sem delal, ker koda, da ne vem, ko veš dobiš ono celo vročo glavo, se greš vun preluftati, je 100-krat lažje, ne, pol dalje delati. In meni se zdi, da se more vsak z nečim tak športom ukvarjati, da boš tudi produktiven pol za vse ostale stvari bolj. Ker dosti krat, ne vem, tudi če sem jaz tako overwhelmed, pa to grem vun, se razluftam, bum, takoj sem boljši, lahko dalje delam. Ko pa ne moram biti cel dan zaprt sobi, pa delati ni šans. Ja. Škaj sem si jaz naredil v eni fazi? V novcih sem si odprl, Feel Good Diary, nekaj na to foro. In sem rekel, da bom vsakič, ko se bom res dobro počutil, pogledal, kaj sem naredil, da mi je pomagala. Ne? Se pravi, če sem bil tako down, sem nek action si dal noter, ki je bil vsakič mogoče drugačen, ali pa so se pol že ponavljali, ne? Ampak sem v zavestu, kdaj se mi je dvignilo počutje, se pravi, kdaj sem bil spet centriran. In največkrat je bilo noter napisan,
Gym ti vedno pomaga. Ja, res je. Gym vedno pomaga. Pač pej tja, raztrgi, pej nazaj, bolj se boš počutil, a ne. Ker te potegne malo iz glave. Ne, to se meni zdi dobro, da tako razmišljaš, ker meni se pa zdi problem današnjega časa, več telefonov, scrollanja, da ti nikoli ne razmišljaš. Zakaj? Ker takoj, ko ti 1 sekundo dolg cajt postane, gre scrollat. In folk nima časa za razmišljati, in ker nimaš časa za razmišljati, nikoli sploh si vzameš čas, da si tako, ok, jaz sem zdaj probal pogruntati, kaj mi ne paše, kaj mi paše, kaj je ono, kaj niti ne. Ker naprimer, en primer pri biznisu v Evropi je bilo tako, da jaz sem imel pač 2 zaposlena, ne, sta Facebook pač delata, vse bilo v redu pa prav. Pol pa je bilo tako, da jaz vseeno sem tak bil, da jima nisem 100% zaupal in sem dosti produktov jaz vseeno oglaševal. In pol se je meni začelo dozdevati, da ok, jaz dosti produktov oglašujem, zaradi tega sta mi pa ona 2 vsaj 10 minut nekaj napisala. In jaz sem bil, 2 meseca najbolj tečen na celem svetu, ker me je nekaj žrlo, ker sem tak bil, celi dan sam to te ade šopam, pa se mi je zdelo, da jaz bi lahko več naredil, pa nič se ne morem lotiti, ker mi je vedno Slack, ono tisto, ne. In pol sem glih poslušal od Lejle Hormozi, da dejansko kao problem je v tebi, ne pač v njih, in sem naredil, in jaz sem dojesedno bil tak, v tistem obdobju tak, sem bil najbolj happy na celem svetu bil, da meni biznis propade. Najbolj happy, ker sovražil sem najbolj, res sem mislil, who cares, nič ne rajem, nočem več nič, ne. In potem sem pač Lejlo Hormozi to poslušal, pa sem tak bil, ok, kaj če jaz za nekaj spremenim, in sem jima rekel, do 12 mene ne gnjavita, nič ni tak hudega, se ne je zgodilo, tudi če se ne vem, kaj zgodim, pač ob 12 video, ter da mi jaz imel, od 7 zjutraj do 12 čas delati stvari, ki dejansko bo biznis grovale, ne pač, da sam ade šopam, pa rekel sem, jebe se mi za vse, bom jaz njima dal vse akaunte, vse bo to ona 2 naredila, tada sem jaz fokusiral, na taske, ki bo biznis lahko grovale, ne, ker če jaz zdaj bom 7 ur na dan pakiral, ne, to nikoli biznis groval, naprimer, ne. In ko sem to spremembo naredil, sem kar naenkrat dobil novi life, pa mi je vse bilo spet fajn in sem bil sam eno spremembo sem naredil v biznisu, pa mi je takoj bilo fajn, torej nisem biznisa hejtal, ampak eno spremembo, ampak dosti ljudi ima mogoče isto, zdaj ne pri biznisu, ampak pač pri lifeu nasploh, ena sprememba, da ti to gre na živce in če bi si vzel čas, da ne scrollal, sedi se za mizo 20 minut, pol ure, pa pač gledaj v steno, pa razmišljaj, boš takoj lahko ugotovil, kaj je narobe, ne, in meni tudi bo dosti krat dobro, ko Hormozi reče, kao na foro, da, ne vem, pač te je strah nekaj začeti, ampak ko pomisliš, te je verjetno strah, ne vem, začeti zaradi, ne vem, mame. In pol, če si ti rečeš, torej, jaz svoje življenje ne bom živel tako hočem zaradi mame ali pa zaradi, ne vem, strica onega, si tak, pa to je ful glupo, da jaz ne vem, celo življenje sem zaradi strica, ne, ker me je strah, kaj si stric misli, torej ima stric celi power. In pol si tak, ok, no brainer, bom šel to delati, ker ti je pač logično, ampak doben si sploh ne vzame čas, da bi pomislil. Ja, to si ful dobro izpostavil, da v bistvu je na tebi, ne na drugih, a ne, ti moraš postaviti mejo, ti moraš prevzeti odgovornost za svoje počutje, za svoje dejanje, ne powerja oziroma moči daje drugim ljudem, a ne. Jaz sem lih zanč mami razlagal, kako sem si lih to, a ne, da skozi neki te zmot. Jaz sem si na telefonu ugasnil praktično notification. V nekem obdobju me ni mogel noben poklicati, razen mami pa žena. Sem rekel, noben drug na tem svetu se ne more nekaj tasga zgoditi, da me bo rabo. Ajde pa best friend. Te 3 sem imel, a ne. In v nekem obdobju v dnevu, se pravi dopoldne do po moje 11 me nisi mogel dobiti, pa po 4 me nisi mogel dobiti, a ne. In ja, in me vprašala, kako si kar to naredil, kaj pa če te kdo rab, sem rekel, dej, pomisel malo. Kdo me tok krvavo rab, da mi lahko krade moj čas, takrat, kaj jaz nočem, da mi ga krade, a ne. In tle nekako začneš prevzemati kontrolo. In da se izklopiti na iPhonu, sploh se da izklopiti notificatione, da se izklopiti, kdo te lahko kliče, vse se da izklopiti, a ne. Pol na konci lahko še črno-bel ekran naštimaš, če te vleče noter. A veš, ja, kolega ima, Jerry, pač, to je najbolj smešen je to video. Ampak ja, načeloma ne bi bilo to zato, da ti impulzi ne delajo to, kaj ti gledaš v ekrana. Jaz sem si še kupil, ker sem videl ad dober, pa nikoli ne tako do glasu kupujem, ampak zadnje čase pa kaj kupim, ker sem tak, dobro, recimo, ali pa me zanima, kak ima funnel pa to.
no in je pač Brick, se reče firmi, in je taka, ne vem, če si vijo, taka pač škatlica, karkoli, in ti vse blokira notification na telefonu, pač kaj si narediš, in kako si to odblokiraš, je, da fizično greš do te škatlice, bum, in ti pač pol unlocka, ne? Kar pomeni, da ne vem, če si jaz zdaj zablokiram, pa imam škatlico toto doma, jaz sem pa tu, ni šanse, da si jaz karkoli odklenem, ne? In sem si pač to kupil, za kako uporabljam, pač iskreno ne dosti, ne? Ker imam pač fokus. Dober red je bil, tako kot si rekel. Ja, vse to. Ker imam pač ti focus mode pa to, ampak nimam, ne vem, na Instagramu nimam notificationov, na ful dostih stvareh nimam notificationov in je life toliko bolj peaceful, da je. Ja, odpreš takrat, kad ti želiš zavestno odpreti. Malo si moraš otežiti pot, da priješ do tega dopaminčka. In ja, recimo tudi telefon puščati v drugi sobi, kamor greš spat, če je to ta night scrolling, če ima kdo probleme s tem. Pusti telefon v drugi sobi, pa pet spat, to je to. Kaj mi je zano, ko sva se selila, kle v to stanovanje, ki sem ga kupil, je bila v spalnici preštimana tako, za televizijo, direkt nasprot postelje, tako, Magica, veš, tako, vse pripravljen, da jaz televizijo kaj gor obesam, jaz sem že gledal, kako jo bom, in potem nekaj sem poslušal po mojem podcast in je, kdo je bil, Simon Sinek govoril, nekdo, ki je govoril o navadah, je rekel, prostor naj bo namenjen temu, kar tam delaš. Če je spalnica za spat, mogoče še kaj drugega, naj bo prostor namenjen temu. Zakaj je televizija noter? In nisem dal televizije noter in sem spal, se je spanci izboljšal, nerealno. Ker potem sem se pa vprašal, zakaj pa jaz rabim televizijo, preden grem spat. Ja. Kaj, ne morem zaspati, če ni šuma. In sem šel, pa mi je čist nek nov strah odprl in sem se vrnil in pošel v tamaskalih, pa z psihedeliki sem odkril, koliko me je strah teme, in samote in ne vem, me je kdo pozabil, kdaj je v življenju, kje, in sem mogel to predelati. Zato, ker sem se odločil, da televizijo nam dal noter. Tukaj si enih samih zgodbic napletemo, pa distrakcij postavimo, da nas odvrača od resnice ali pa razmišljanja, tako kot si ti rekel, biti sam s sabo, biti v tišini, da je to smešen. In je treba zavestno delati na tem, po moje, da to eliminiraš. Ja, ker pač jaz sem pa nisem nikoli imel nekak problem, da je bil dosti na telefonu, ampak potem sem pa en YouTube video videl, ko ne vem, če imaš, jaz imam screen time tak 2 ure pa pol popreč, tega ni tako hudo. To je okej, ja. Ja, ampak ne vem, je računal, zdaj moram matematike zglaje, tako dobro, pa tudi ne znam matematiko, no, ampak ne vem, če si 6 ur na dan na telefonu, pa še boš, ne vem, živel 60 let, ne? Koliko let boš pred ekranom in ko sem jaz to bil, sem se tak, pa ni šanse, ne, da mi jaz zdaj, ne vem, preživel 10 let, a saj, naprimer, če 24 ur v dnevu, bediš jih 18, ne, še to ne. 4, se pravi, četrtino dneva si pol na telefonu, 14 deljeno 6 je 4, ne. Ampak še spiš mes, pa recimo, ne, če, ne vem, spiš 6 ur sem več, ne, ampak recimo, torej si tretjino, torej od 6 let boš 20 let na telefonu, life-a, in ko sem se to zavzel, sem bil, več ni šanse. In takrat je tisto bilo, ko sem full mind začel uporabljati, vse notification je dal off, pa sem, ker jaz, kaj imam, mislim, dobra stvar, pa slaba stvar je, da ko se nekaj odločim, grem vedno v ekstrem, ne. Ne vem, se odločim, da bom šel v fitness, bom vsaki dan začel fitness hoditi, ne vem, postopoma, ne. Vse je vedno bilo tak in to je bilo isto, sem bil, kaj če še jaz zdaj AirPodsov več ne imel in sem AirPodse sem dal Ateju in se že 2 leti skatam z AirPodsi, fitness nikoli ne grem z AirPodsi, sploh jih nimam, v bistvu. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz sem včasih, to se mi je zdel tak genius hack, ki sem ga uporabljal, je bilo, da ko sem se skatal, sem audiobooke poslušal in sem dejansko 2 stvari naenkrat delal, business plus recreation, pa potem sem podcaste. Potem sem še včasih valjda vmes tudi muzike, ampak muzike se naveliča, še vedno isto poslušaš, ne, tako da večinoma sem podcaste pa audiobooke. Ampak sem videl, da se ne prav skatam, pa ne prav poslušam, ne, glih tak neki fokus, ni bilo fokusa, pri dobeni stvari. In sem pol si jaz to dal bek, prvi teden je bilo tako grozno, ker se navadiš, veš, fakt, zdaj, ko mi to ti trik prav rajem, ne vem, Lil Baby, da me motivira, ne, naprimer, ne, in pol pa tokrat boljše in odkar jih nijam, se 100-krat lažje skatam. Odkar nijam AirPodse. Ja, verjamem, ja. Se to je, se tudi če pogledaj, da imaš ti v tem kozarcu, oziroma da imaš kle noter fokus, ka gre lih točno do vrha tega kozarca. In zdaj, če ima vam midva same en kozarc, pa jaz to kle noter nalijem, bom jaz svoj fokus 100% namenil recimo skatanju, Ja. Če jaz dam še en kozarc zraven, kaj je poslušanje audiobooka, ni načina, da je vse v enem kozarcu, razen če je drug prazen. Zakaj pol je kle? Ne rabaš ga. Ja.
In ja, tudi folk dela veliko z ostalimi stvarmi, a ne, pa ajde, ok, drugo je, da ti poslušaš nekaj sam, da imaš back noise, muska recimo, a ne, da te spremlja med gymom, recimo jaz muske ne poslušam, mi je pa všeč, da je, ker me dviguje, a ne. Sploh, ker sem v kakšnih fazah, ki delam malo bolj hardcore trening, jaz si dam od te viking komade, a ne, to Danheim pa te zadeve, pa to mi ful sede, a ne, sploh, kad delam neke gogin scene, ki ga moram iti čez tega hrčka noter in ga ubijati, a ne. Ampak drugače pa ja, tudi hip-hop, itak, a ne, rap, mi ful sede na gymu. Če bi pa poslušal, ker sem tudi vmes audiobooke, pa ja, ne moreš biti, ali si kle, pol se kar zasačeš vmes, ker se malo zasediš, pa poslušaš v audiobook, čak, jaz sem na gymu, grem malo trenirati, tako da to je ful dober. Deli eno stvar naenkrat, a ne. Ja, pa jaz ne vem, ko delaš, da še podcaste zraven poslušati, se ne moraš tako normalno delati, ne? Pismo, ja. Jaz edino, kaj lahko tak je, če Facebook ede, pač več manager, ker sem že toliko naredil, pa že vem na pamet strategijo, pa vse, ampak tudi deep down vem, da če delam to, bom 90% quality worka naredil 100% ziher, če je bil ono v tišini. In je tudi vmes bilo obdobje, ko sem se navadil to poslušati, da mi je bilo težko brez, potem sem bil fakt in sem spet šel v ekstrem in sem čisto vse ono. Tišina, definitivno je boljše tišina, glede kako pač quality worka naredi, saj pri meni, no. Po tvojem mnenju, ljudje, ki mogoče želijo iti po neki podjetniški poti, a ne? Oziroma, ki želijo iti po podjetniški poti, če bi jim lahko eno stvar, ki misliš, da jo ti delaš dober, dal, kaj bi to bilo? Kaj misliš, da bi jim nekako na temu začetku poti, ko začenjaš, ko ne grejo vse čisto točno po planih, kaj misliš, da si ti takrat delal dober, da če bi vsi to delali, bi bila pot za njih boljša? Kaj misliš kot znanje, Kero, ali kot, ne vem, disciplina, take stvari? Deva oboje. Ok. Ja, meni se definitivno zdi, pač 3 stvari lahko povem. Disciplina, potrpežljivost, čakaj pa še zadnja stvar, ko sem prejmel glih v glavi, pa mi zapada. Disciplina, potrpežljivost, pa samozavest, ker dosti ljudi nikoli ne bo začelo, ker sploh ne verjame, ne, da jim lahko rata. Se meni to zdi, ker si tako, ok, njemu rata, ker je, ne vem, najbolj fajn človek na svetu, za sebe se pa imaš zabutla, karkoli, meni tako ne more ratati in ker verjameš to, nikoli sploh ne bo začel, ne. Jaz pa sem vedno verjel, da mi lahko rata in pol, če si ti res ono, ok, meni to bo ratalo, se ti ni tako težko prepričati, pa pač to delati, ne. Teda pač to se mi zdi, zdaj glede znanja, pa, jaz bi, na primer, že ena tak stvar, ko se mi zdi ful pomembna, ker ok, lahko rečem Facebook oglaševanje, karkoli, ne, ampak se mi zdi, da začneš analizirati vse. To se mi zdi kot, kar pomeni, da ko ti vidiš oglas, pa če ima oglas dosti lajkov, torej ne vem, nad 1000, pomeni ponavadi, da je dober oglas. Vstavi se, poglej, zakaj je to ti oglas dober. Klikni, shop now, idi na spletno stran, poglej, kako imajo ponudbo, poglej, kako imajo opis, poglej, kako imajo ime, če imajo neko random ime, če imajo 100-krat dolgo ime, ali imajo, ne vem, Booty Pro, nekaj si sprašujem, ne? Ker sem jaz prodajal nekaj. Nekaj sem prodajal za rit, pač, da so punce dole veliko rit in sem jaz pač dal ime Booty Pro, to so, ja, da pač. Dobro, ja bi ga. Ne, tak, če začneš vse to analizirati in če boš to, ne vem, delal en mesec, boš že takoj točno vedel, ne? Ker meni je bilo ful dobro, ko sem poslušal podcast od Mr. Beasta, pa rekel, da oni so včasih, ko je pač Mr. Beast začel, ne vem, 3 frendi bili, 12 ur na dan, vsaki dan so analizirali vse YouTube videe, ker so imeli dosti ogledov, pa so točno gledali, kak je thumbnail, kakšne barve so, če so žive, če niso, kak je glede na opis, kakšne so prve 3 sekunde, vse analiziral in ni čudno, da mu je pol ratalo, ker so pač to veno delali, ne? In se meni pač to zdi, da ok, valjda podaš vse to te skile Facebook oglaševanja, kako pisati izdelek, vse to, ampak se mi zdi to, da dobiš ono tisto žilico, da si pozor na vse, da vse analizira, zraven tega pa tudi, da ne vem, Lukas, nimam ideje za izdelek. Je ker nikoli pač razmišljaš o izdelku, ne? Tebi ni v glavo prišlo, da razmišljaš o izdelku, ker pri skejtanju je tak, da, ne vem, tudi zadnjič, ko sem bil na Tenerifih, pa mi zala pač punca, me tako gleda, kaj jaz tam nazaj gledam, ne? Tako sem se nazaj obrnil, ker so štenge bile in pač meni avtomatsko preštejem štenge, če lahko jaz prek skočim, pogledam, s katerega kamna je, pogledam štanga, če je z aluminija ali s katere je, če bo drselo,
avtomatsko, ne? In isto je, ne vem, enkrat mi je ena fizioterapeutka nekaj govorila, pa ne vem povedal, ker verjetno tudi izdelek naredil, no, nekaj mi je govorila, ja, da tak pa tak bi bilo boljše, bum, meni takoj prva pamet, izdelek bi lahko naredil, ker sem že natreniral možgane za to, ne, tako kot ne vem, če si kupiš rdeči avto, to je tako poznana zgodba, ne vem, rdečega Cliota, bo samo rdeče Cliote videl, zakaj, ker si pozoren na njih. In meni se to zdi, da če dobiš to žilico, da si pozoren na vse, valjda pa ni, gre to čez noč, ne. Nisem jaz zdaj čez noč isto, nisem se prvi dan skejtal, pa že glav štenge, ne, pač, če si vsaki dan v tem, torej disciplina, vsaki dan to, boš avtomatsko začel take stvari gledati, postati pozoren na vse. Ja, zanimivo, vse to je tudi, če s kakšnim malarjem ali pa, ne vem, nekom, ki žlebove popravlja, da greš na sprehod, recimo, sigurno bo gledal žlebove, pa bo rekel, pizda, tole niso dobro naredila, ker je avtomatika taka, ja. Pa po moje, da tudi to, kar ti delaš dobro, vsaj kot sem zdaj dobil feeling, je, da širino znanja konstantno širiš. Danes imamo tokene vsebine, kaj za ston na voljo. Ja. Od Kormozija do podcastov, kjerihkoli drugih, Gary Vee, nima veze. Se pravi, da ti nekako najdeš znotraj tega, kar bi rad delal, kar te zanima na splošno ta tematika, najti ljudi, ki delajo podcaste, okoli tega in jih začni poslušati. In pol ti pač to konstantno daje neke nove informacije, ki ti riše pot. In ko prije češ, da nekaj narediš, pol nared, ne pač poslušati še enega podcasta. Ja. Pa kar sem še jaz tako začel delati, zdaj sploh bolj, ne, ko pač ni za kapital več taki problem, da za vsako znanje, ki ga rabim, kar kupim. Valjda moraš biti pozoren, ne, da kupiš od enega legit človeka, ampak ne vem, jaz sem dal za tečaj za Amazon plus TikTok show v Ameriki, 10 ur sem plačal, ne? Dejansko za pač en tečaj. Ampak zaradi tega sem jaz zdaj vse spravo pa naredil na Amazonu. Ja. Zdaj je bilo na Amazonu 65,000 prometa, ne? Definitivno več kot že 10,000 profita, se že v 2 mesecih vuni splačalo, sam zaradi Amazona, ker sem jaz tudi tečaj kupil. Bi lahko to te informacije našel na YouTubeu for free? Verjetno ja, ampak težko bi bilo, da bi po pravem vrstnem redu. Ampak tudi, če bi se jaz sam fizično prepričal lahko, ker ne vem, vseeno ni zdaj tako, da nimam čisto nič, ne, pač imaš spletno stran, imaš vse to, da si zdaj vzameš čas, ne vem, vsaki dan 3 ure, da gruntaš neko novo stvar, je vseeno malo painful, ne. In bi si jaz zdaj kar disciplino imel tako, da bi kar to z nule začel, malo težko, ne. Če pa daš, ne vem, 10 urev, kar pač ni mala vsota za nekaj, pa se mi bo najbolj bad se bom počutil, če ne nič iz tega naredil, ne. Isto, naprimer, ko sem začel pač objavljati, je mene bilo ful strah, jaz sem že tak, ne vem, 4-5 let razmišljal o tem, ker če pa kaj dosti gledam pa YouTubea, ne, da je tako malo pač bil YouTuber pa to in me pač bilo to ful strah, ker kaj si bo drugi misli, ne. Pa meni se zdelo, ne vem, da imam čuden glas, da se sploh ne znam govoriti, ful enih stvari, da čudno izgledam, karkoli, ne, veš, pač ko imaš, ne vem, tako vrejo izgledam, ampak ne vem, od strani, ne, glavnem, neke pač problemi, ne, sam sabo in kaj sem pol naredil en dan, ko sem bil na Hypan, da mi jaz zdaj to pač začel, ko sem se res odločil, sem šel v Big Bang, si kupil kamero, dejansko impulzivno, ker sem vedel, zdaj, ko sem si kupil kamero, zdaj pa bom definitivno nekaj posnel, ne, bil fakt, zdaj sem si kupil kamero, tu imam pa ne nikoli nič naredil. Ne, sem se nekako spet prisilil v to, da sem naredil, pa isto je bilo, da je pač me bilo to strah, pa sem to tako mami malo govoril, pa je bila, Luka, te pa celo življenje živi v strahu. Bravo, mami. Ja, sam to je rekla, čisto dovolj bilo, si bil vse naš. Wow. Ja, ker edini način ven iz strahu je, da greš vanga, ne. In se mi zdi, da sem to začel objavljati ena izmed najboljših odločitev v lifeu, ne zaradi kakoli finančnega razloga, ampak zaradi samozavesti, ker naprimer včasih je bilo tako, da če bi jaz šel na neki party, karkoli večerjo, ko ne dobenga poznal, ne šel, ne si pa vid. Zdaj pa mi ni več problem z drugimi se meniti. Včasih, ne vem, je bilo tako, da smo nekam šli, pa se nisem upal slikati, nisem mi bilo fajn, ker sem bil pa nočem sebe gledati. Kak, ne? Pa ne, da je imel slabo pač sliko o sebi, ampak ne vem, tako se mi je zdelo, da ne bi. Zdaj sem pa nekako samozavest dobil, da mi ni panike, pa ne vem, tudi v kamero mi ni panike govoriti, pa ne vem, lahko grem po Ljubljani, pa malo zapojem, kljub temu, da nimam čist nič, posluham, je vseeno, kaj si bo folk mislil o meni, sem glih to dobil s tem postanjem. Ne vem, kak je pri tebi, ti si se mi zdi dosti bolj ekstrovert kot jaz. Pač jaz sem lahko zaprt
3 mesece sam dobenga, ne vem, pa ne je bilo take panike. Ja, tukaj sva itak drugačna, Ja. ne? Ampak se strinjam, tudi meni na začetku je bilo cringe. Mhm. Tako, a veš, po moje po eni strani zato, ker se primerjaš s svojo inspiracijo, a ne? Ja. In pol pridejo še ogledi in pridejo še lajki in ti jih nimaš, v njih imajo in si tako pač, to ni šans, da meni rata, a ne? Ampak pač ja, sam greš, sam naslednjega posnamaš in kar naenkrat folk pride do tebe, ja pa tebi je to easy. Ja. In si tako, ja, model, tudi jaz sem bil enkrat tam. Jaz z tega razloga nisem zbrisal enega TikTok profila, ki sem ga objavil na Buzzverse, ne? Mhm. Ker sem o TikToku pa to objavil. So bili moji prvi taki videi, da sem jih začel na ta način šopati. Zakaj ne? Zato, da zdaj lahko ljudem, ki mi ta stavek rečejo, samo pokažem profil. Ja. Rečem, prosim, čez te moje videe na začetku. Koliko je meni težko to gledati. Zdaj ne več, no, zdaj mi je že vse. Ja. Ampak ja, da ti priješ sploh do samozavesti, moraš iti čez te trenutke, ki si tako, kaj jaz delam, stari. Pač daj si priložnost, da ti uspe. Ker je na začetku res awkward. Pa meni je bilo ful. Zdaj se prej začel malo smeti, mi je bilo hecno, ker najbolj hecno, kam je bilo, ko sem se jaz snemal, je, da veš, ko jaz, ne vem, selfie sebe gledam, je moja faca tako obrnjena, ko pa končaš recording, pa ti jo kontra obrne in mi je vedno sem se tako čudnega počutil, kako to jaz zdaj izgledam. A si kontra. Ja ne, avtomatsko Apple flip. Ja, vem, a si ga pol obrnil nazaj. Ne, nisem ga, ampak enkrat sem pa res prek Snapa rekordal, sam zaradi tega, ker Snap pa, zdaj ne vem, če še, ampak takrat ni obrnil. Aha, ja. Ne, hudo. Na temu začetku, ki si začel ustvarjati, kaj ti je najbolj pomagal, da nisi odnehal? Ja, dejansko moj prvi video je blow up. No, tako da to je top, ja. Ja, ker pač fora je bila, da mislim, jaz sem po eni strani prvo kot prvo sem optimist, drugo sem pa vedel, da definitivno neke oglede bom dobil zaradi tega, ker spet ni še z malo konkurence. Če bi jaz angleško začel govoriti, jaz vem, da moji videi niso dovolj dobri, da se mogel naučiti boljše editati, ne? Ampak v Sloveniji, kdo dejansko tak ful govori o biznisu, da ti pove, to je moj agent, to je ono, ne vem, če kdo, ne? In sem vedel, ok, pa še mlad sem, pa še zdaj imam Porschea, torej dokaz, ne? Težko, da ne bi ogledal dobro in je prvi YouTube video dejansko ima največ ogledov od vseh, 79,000, kar je za Slovenijo kar lepo. Ja, veliko. Ja. Glede na to, da gre za vlog, kaj je vlog, ne? Ne, v avto se vozim, pa svojo zgodbo povem. Lepo. Ja, tako 27 minut traja. Hodo. Prvi YouTube video je bil, ja, pa sem se sam gor pa dol po Ljubljani vozil, pa pač govoril, pa je babica rekla, ja, Luka, pa ti tako lepo govoriš, ne? Ampak ni vedela, da sem se vse katal in je, ne vem, video 1 uro posnetka, ampak 27 je bilo uporabnega, ker je, ne vem, kar v mesti friznejo možgani, pa ko voziš, tudi ne moraš biti tako sfokusiran, saj jaz. In ja, je ful bilo tega in tudi, ne vem, prvič, ko sem pošel na podcast, kot je zdaj drugi moj podcast, me je bilo ful strah, ker sem mislil, jaz mogoče sploh ne znam govoriti, ker na YouTube videih ne vem, včasih 10-krat začnem, da povem 1 minuto samo, ker kar zgubim, kaj naj povem, ne, ampak ne vem, ko si pač prisiljen, podcast je že bolj jezik teče. Kako pa se počutiš zdaj na podcastu? Čist super, ja, čist fajn. A si pričakoval, da bo tako, ali? Pa ja, sej, mislim, ker sem par tvojih poslušal, ne vem, sploh Bine Vojčič, pa to ne, ker bodoči master še zmagovalec. Boom, manifested, svake čast. Ne, tako da sem pač približno vedel, kak je vibe, pa ker sem že enega naredil, sem tako bil, ker sem omenila, pa mi to je pač govoril, tako da. Ja, hodo. Nice. Meni je bilo tudi prijetno. Ponovadi grem ful bolj v neke tematike, globine, veš, veliko se tukaj ljudi res konkretno odpira, ampak malo sem pogrešil en tak pogovor, tako, tudi o teh stvareh, ki so bile enkrat del mene. In vem, da je tvoja zgodba, pač zdaj bom še rajš spremljal. In mislim, da je tudi to ena lepa stvar podcasta, da te ljudje vidijo v malo drugačni luči. To je, A veš, da daš lahko nekaj, kar jim ne moreš dati praktično, če se sam snemaš. Ne? Pa se mi zdi, da je tudi pač folk full appreciate takle na temu podcastu, da je pogovor, jaz nimam enega vprašanja zate pripravljenega, veš. Ja. Pomaga mi pa research, ne? Nekaj faktov, da jaz imam, da jih vem približno, kjer je tematike s tabo. Vse to, ker je pač res pogovor, če pa si zdaj dal kamero, ni šanse, da je lahko tako govoril. Ne, itak da ne. Ja, daj povej, kva sledi, kaj lahko folk dobi od tebe, če te začne spremljati ali pa te, ki te spremljajo, kam boš dal fokus, kaj bi rad zgradil, ok, eno je 100 milijonov v 3 letih z biznisom, kaj še ostalo? Ja, najprej bi jaz rekel, da vse tiste pač, ko jih zanima, ne, imam jaz na YouTubeu for free, raj doben nič kupiti, ne,
imam for free vsak video za vse posebej, kako napisati opis izdelka, kako na Facebook oglaševati, kako narediti spletno stran, vse imam. Tako da, če koga zanima, lahko gre pač vse to pogleda za nazaj, si najde te videe in jaz sem dejansko vse se mi zdi pač povedal. Hodom. Zdaj v prihodnosti pa bolj mislim dokumentirati, ker sem tak, lahko bi, ne vem, Facebook, oglaševanje za začetnike 2025, pa pol 2026, pa 2027, pa šel v to YouTube, sam ne vem, ne? Če se bo kaj tak spremenilo, ful vala bom pač povedal, ampak bi ful rad bolj dokumentiral, glih to pot, da folk vidi, ker ne vem tudi zdaj, ko se pač to mi pač govorimo, ne, pa ti govoriš o problemih, pa jaz, ne, kak so bili stragli, ne vem, rečem 5 let, pa ti sam čuješ 5 let, ampak zdaj si pa predstavljaj vsaki dan, danes delaj 10 ur, zdaj pa delaj to 5 let zapored, torej ne vem, koliko je to, 365 krat 5, ne, je Čuka 500, recimo, skoraj 2 jurja, skoraj 2 jurja. 2000 dni zapored delaj to vsaki dan, pa imaš ti se dneve, ko ti ne vem pade, pa ko ti ad-account blokira, pa ko ti Facebook račun blokira, pa ko ne vem, ti izdelek, ti Kitajci vrejo naredijo, ker ni neki pobrušen, pa imaš pol slabe reviewje, veš take stvari, pa pol ne vem, na carini so s carino problemi, ne, in to bi rad dokumentiral, da pač folk vidi, da ni zdaj vse rožnato, da pač priješ gor, najdeš produkt, vržeš, pa je vse to, da je struggle, da pač vidijo, kakva je realnost, da niso oni sami na toti poti, ne, da, ker dosti krat pač viš nekoga, pa si tak, kak nice je njemu, ne, ampak, pa viš njegove zgodbe, pa tudi dan pa dan, kak njega, ne vem, to jebe pa ono, pač na večjem levelu, ampak vseeno nekega jebe in pač to bi rad bolj dokazal, pa da je bolj ono res, jaz probam nekak vuni spas, pač da je res iskreno vse, zdaj kak pač folk vidi, da pač res povem le, da tak je, ne, tako sem, ne vem, sem rekel to škatlico, sem si jo kupil, mi je cool, ampak koliko uporabljam, dejansko, dosti, ne, pač da iskreno povem, tak je, da pač folk vidi in bi to pač rad tak pokazal, pa pol inspiriral ljudi, da če si discipliniran, pa če se za nekaj odločiš, da se vsakemu, pač da se da, ne, in tudi ko so kupili tečaj, pa ko z enim zdaj lepo ratalo, mi je tudi cool, ker mi imamo vsaki teden imamo v ponedeljek klice, ne, tudi včeraj, ker dan storek sem imel klice, vsaki dan pač, vsaki teden, imamo klice in da tudi so toti uspešni, pa neuspešni so na klicu in toti uspešni dajo motivacijo neuspešnim še, da vidijo, le res moram strajati, ker pač to ta kvačka trgovina, ki me pač dejansko spremenila, life je bila 10, kar meni 9 prej je bilo ne zdaj čistih failov, ampak fail, pa dalje vztrajaš, ne. In da isto pač, ker jaz vem, da vsakemu, saj to je moje prepričanje, lahko rata, ampak ne vem, mogoče tebi bo v 2, onemu v 8, onemu v 15, ker tudi vsak nima že na začetku istih skillov, ne, pa na koncu je tudi malo sreče, odvisno, ne, ni vse skill. In bi pač res rad to pač inspiriral ljudi, da niso pač navadni zavaljeni debeli krompirčki. Wow. Drugače, ta srečo je dobra, ne, da si imel srečo. Dej se v pozicijo, da imaš lahko srečo. Pač sreča ti bo ful prav prišla, ne, ampak ti moraš še vedno delati, da se ti lahko poserje. Ja. Ti se moraš še ful enih stvari zgoditi, da si imel srečo. Tako da če ne delaš na tem, da se postavljaš v pozicijo, da se sreča lahko zgodi, se nikoli ne bo zgodila. Jaz sem v knjigi Unscripted MJ DeMarco, meni je bila ful dobra knjiga, pač je on glih govoril, kako sreča deluje, ne, in pač dejansko, če si predstavljaš ono napravo, ko imaš skokice not, ne, in so skokice imaš rdeče, oranžne pa zlate, ne, in rdeče so pač poraz, oranžne so neutralno, mogoče ti malo rad, ampak nič wow, zlate pa ono jackpot, ne, in torej jaz zdaj začnem dropshipat, ne, na začetku, ker jaz nimam nič znanja, zgleda moja naprava jaz skoraj samo rdeče, ne vem, 3 oranžne pa 1 zlata. Potegnem, ne, torej enkrat probam eno trgovino izdelek, dobim ven rdečo, ne, ampak, ko naslednjič probam, kak zgleda moja naprava, malo že manj rdečih, malo več oranžnih, pa mogoče ne 1, ampak 2 zlati. Še enkrat probam, ne rata. Pa probavam, vsakič, ko probam, je moja naprava ima vedno več zlatih in potem se ti enkrat poklopi. In je pol vprašanje, si jaz imel srečo, ali pač to samo verjetnost. Ko če tolikokrat probaš, se ti bo enkrat poklopilo, ne? Če dovoljkrat, ne vem, vržeš kocko, bo enkrat, ne vem, če hočeš 6, bo enkrat 6 padla, ne? Lahko se ti v prvo vselja, lahko se ti pa, ne vem, v 15. In to jaz dosti krat povem razmišljati, pa imam v glavi ona, ne vem, ziher si živijo sliko, enega, ko kao kopa zlato in glih, ne vem,
toliko pred zlatom odneha, ne, in vedno sem tak, ne vem, bil quiter, bom dalje, ker kaj če je glih, sam ne vem, to moram krekniti, tu ponudil spremeniti, tu sliko bom pa vse šlo nagor. Ja. Vsakič, ko na novo začneš po tem porazu, so pogoji za igro boljši, zato ker imaš znanje, ker imaš izkušnje. A ne? In zato večina ljudi naredi napako, da nima fokusa na en biznis model. To se mi zdi, da sem ful dobro naredil, pa ne da je zdaj podzavestno, ne vem, pa, no pač kar zgodilo se, ni zdaj tak, da sem se odločil e-com, pa sem sam e-com delal, ne? Spletno prodajo. Nisem nikoli skakal na kripto, nisem nikoli hotel agencije narediti, nisem nikoli kar nekaj drugega, ne? To sem se odločil, e-com pa na začetku sam Facebook oglasi, ne? Sam to dvoje, dokaj nisem kreknil, ne? Ker zdaj si pa predstavlja, torej imamo to napravo, en proba 3 izdelke na dropshippingu, pa ne vem, vidi, ima nagacija, ko pravi za agencijo, ne? In skoči na agencijo. Tvoja naprava je zdaj spet, kaj, spet samo rdeče. 3-krat probaš, greš na kripto, je spet, ne? In tu je problem, da folk enostavno se ni zmožen eno stvar odločiti in to stikati. Ker skačete enega na drugega, ker spet pa je pač fora, ne vem, isto, kot če punco dejtaš, greš na prvi dejt, ima same green flage, ne, ti je najboljša punca. To sem čakal cel life. Ja. Po 10 dejtih že veš, to mi ni všeč, ono mi ni všeč, ne? Pač ima red flaga, ne? In isto je pri biznisu, na zunaj se mogoče tebi zdi zdaj, ne vem, vidiš mene dropshipping the best, ne? Ampak pač, ko jaz govorim dropshipping, mislim spletno prodajo, ker dropshippaš lahko sam na začetku, pa jaz kupujem naprej zalogo, zdaj v Ameriki zalogo, ne, pa tu v Evropi imamo Evropi zalogo, ni zdaj, pač dropshipping, ne, večina ljudi pač to razume. Pozna je termin, ja. Ja, torej, veš, dropshipping je tako, the best business model, ne, ampak ne veš, za dropshipping moš na Facebooku oglaševati, pol valjda, ker pač strankam prodajaš, moš na mail odpisovati, moš celi cajt nove oglase kreirati, ne, moš nove izdelke dodati, dosti je enih stvari, pa viš, Amazon, pa si tako, Amazon, ne vem, imel svoje spletne strani, imel ono, ne, ampak kaj pa je Amazon problem, da problem pa je v tem, da če, ne vem, 1000 ljudi na mesec srča tvoj izdelek, ne moš ti zdaj zapraviti 100 000 na oglasih, ker sam 1000 ljudi to srča, ne. Je pa tu drugi problem, na Facebooku ti ne rajiš mene srčati, pa boš moj glas videl, ne? Je dejansko unlimited scale, hvala, če si profitabil, ne? Na Amazonu pa je pol tu drugi problem, pa Amazon ti vzame fije, pa pol, ne vem, reviewje, pa karkoli. Hočem sam povedati, da vsak biznis ima dobre stvari pa slabe stvari, zato se moraš za enega odločiti in ko se za tega odločiš, si tako, delam to, dokler mi ne rata, kljub temu, da se tebi zdi ona druga stvar boljša, se ti zdi boljša samo zaradi tega, ker nija znanja, to ti stvari. Ko boš pa enkrat bil not tej, pa boš videl fakt, to tam ima red flage. Točno to. A delaš drugač tudi kaj influencer marketinga ti z temi? Zdaj bom začel, zaradi TikTok shopa bom zdaj začel. Ja, pa to sem ti hotel reči. Jaz imam podjetje, ki z influencer marketing delamo samo. Ampak ne ameriške. Tudi. Res? Tudi. Ja, lahko, da vem. Včasih se bova pol po podcastu zmeraj. Ja, kar jaz ti lahko povem, jaz sem zdaj v Ameriki pač našel te influencere, ne, isto z Edi, tako sem našel za Facebook, pač za te zaposlene. Meni je vzelo 44 € sem zapravil, dobo 66 leadov, od tega sem 10 za influencerov. Koliko hodov? Ja, full cheap. Ja, lej, bova eno rekla, glede tega tudi. Eno stvar sem te hotel še vprašati. Zdaj, glede na to, koliko si noter v tem trendu e-coma, ne, kaj danes kako danes prodajati izdelke profitabilno? Kaj so te stvari, ki se morajo zgoditi, da si ti lahko s svojim biznisom profitabilen? Če že imaš e-com shop, če ga postavljaš, nima veze. Kaj ti misliš, da je tisto, kar deluje? Zdaj je to vprašanje, če je to vezano na Evropo ali na Ameriko, ker sta dva različna odgovora. Rečemo Evropo. Evropa je tak, pač ker naprimer niša z malo konkurence je v Ameriki ful dobra stvar, ker je toliko ljudi, ampak zdaj, naprimer, da hočeš ful veliki biznis narediti, ne vem, v kvačkanju na Slovaškem, je kar hard, ne, ko ima pač tako malo ljudi. Teda pač, kaj bi jaz, naprimer, naredil, če bi v Evropi začel, bi definitivno pač najlažje bi bilo pogledal ameriške brande, ki dobro delajo in dejansko ne čisto skopiral, ampak dosti podobno skopiral, ne, ker oni že imajo playbook za tebe narediti. Drugo stvar, ko bi pa naredil, pa bi ful probal z influencerji našopat, ker se mi pač res zdi, da je tu the future, ampak spet the future ne, da imaš 3 influencerje, ki enkrat postajo, pa to ni, ampak ko imaš, ne vem, 5 influencerjev, ki 3-krat na dan postajo, samo za tebe, ne, pač res oni volume, ne, tako da meni se to zdi, najbolj, kaj sem pa jaz tudi vedno gledal, je pa, da
ko ne vem, pogledam za izdelke, ko sem dosti zaslužil, tiste, ko mi niso ratali, tiste, ko so ratali, s tistimi izdelki, ko sem največ zaslužil, sem vedno imel dosti marže, profita na izdelek, ne. In pač dejansko, naprimer, če v Evropi prodajaš, jaz tudi nisem vedel, ne, je DDV že vštet ceno, ne. Če jaz zdaj prodam izdelek za 20 €, ga ne prodam za 20, ampak mora na 22%. 16. Ja, tako da je 16,39, ja. Ne pride. Kar pomeni, da te naj ne bo strah dati, da boš imel vsaj 4-kratnik, 3 do 4-kratnik nabavne cene, da bo tvoj, ne, da imaš dovolj profita, ker takoj, ko si pa ne vem, ko jaz slišim, jaz imam biznis idejo, bom prodal to kao oni, ampak ceneje, se meni zdi tudi worst biznis ideja, ker je vedno pač, Hormozi ful dobro reče kao, da ni benefita, da si drugi najcenejši na marketu, je pa benefit, če si najdražji, ne, kot če si premium. In meni se vedno zdi boljše biti malo bolj premium, da imaš dovolj profita, da lahko vse to plačaš, ker če nimaš, ne vem, tako kot naprimer Vigo Shop, ko pač je brutalno dela, ne, oni so dejansko the cheapest, ampak imajo lepo profita, zakaj? Ker je postal mojster optimizacije. Vsako malenkost, ne vem, prišpara pri kuverti, prišpara 3 cente tu, ne, pol ne vem, pri shippingu, točno on je mojster logistike, vse ve, ne, tako da imaš dve možnosti, ali postaneš mojster tega vsega in se ti to pol splača na full scale delati, ali pa pač daš več cene in je to pač ne, in ti je dosti lažje. In se meni zdi, da tu folk že na začetku naredi napako, tak, ne, da avtomatsko prepoceni prodaja izdelke in če ne vem, jaz bi že isto rekel za Evropo, če nimaš po vseh davkih, pač ne po DDV-ju, pa po stroških pošiljanja plus izdelka, ne, torej vse pred oglaševanjem, če nimaš 20 € profita, nič delaj, ne, 20 € moraš imeti na prodan izdelek profit, pa valjda še imaš upselle, pa kupi 2, kupi 3, da še več dobivaš, se ti res splača, ne. Če bi bilo manj, jaz nikoli ne bi, ne, če imaš 5 €, ne, moraš na Facebooku imeti 2 € cost per purchase. Ja, ni šans, danes ne več, ja. Danes ne več, so CPM-ji čist previsoki za nekaj. Ja. Drugače, Slapar od Vigo Shopa mi je enkrat eno ful dobro stvar rekel, ko sem ga vprašal, pa kdo je zdaj tvoja konkurenca, ne? Kdo je vaša konkurenca od Vigo Shopa, ne? Je rekel, vsak, ki kupuje oglasni prostor na Facebooku. Sem rekel, okej, je rekel, ja, pač jaz sem dejansko zdaj v bitki za to, ne. Jaz rabim poceni CPM in več folka, ki oglašuje, dražji so moji CPM, tako da v bistvu je konkurenca čisto vsak, ki oglašuje, ne. Ne vidi pa sploh konkurence, odko da bi rekel. On je 100 let pred pač, ne. Kralj, stari, kralj. Ja. Jaz toliko si ga želim enkrat imeti kle, ampak ful spoštujem to, da ne želi pač se izpostavljati karkoli. Rekel, da ni bad, da je to tako. Ne, ma kje, se ne gre za to, gre se za to, da on je rekel, da z veseljem deli svoje znanje, da če bi kdaj rabili, da pride v nek prostor, kjer so ljudje, on bo vse povedal. Ni pa lih fan tega, da se nekaj posname, pa da to ostane na spletu, za dlje časa. Ne. Tako da tle jaz to čisto spoštujem, ampak on ima tako veliko pametnih stvari za povedati, zato ker gleda čisto iz tega kmečke logike, tega zdrave kmečke pameti. Ne. In on že s prejšnjimi biznisi kvaj to delo, on je golf žogce pobiral, to veš? Ne. On pa bivši solastnik sta po arboretumu, po teh ribnikih noter na golf igrišču, sta pobirala žogce ven, jih spucala in jih pol prodajala nazaj. To je bil pač njihov biznis model, ja. Po sta pa začela z takrat, kaj bi še takrat, ja, je bil že Vigo Shop, ne, Huda ura, po moje, da je bil ta prvi brand, meni se zdi. Ja, pol pa še Knehtel zraven pršel, ki je Z-Star takrat zaštartal in so se poklopali in oni so bili pionirji tega, no, v Sloveniji, da so tako iz nule gor v Kickstarterju v Kamniku to spalali. Ker to je bila zgodba, ki bi jo pač vsak z veseljem slišal, ampak ja. Viš, to je bilo edino hudo, ne da bi zdaj pač karkoli on objavil, ampak če bi se on snemal, no, mogoče se ne vem, ampak da bi tak za nazaj, da je bil, let's go, dan se dol 4 nakupe, ne, zdaj pa jih ima, ne vem, 20,000 na dan, veš, kak bi to bilo fajn glad za nazaj, ja. Sam ni tak igrač. Ja. To smo mi, ki pač radi tudi malo nastopamo. Ja, okej. Daj mi še za tole me še zanima. Rekel si, da imaš punco, ne? Kaj, planirate že kaj otročke ali... Imam jo dober mesec. Okay. In koliko se je tvoj life spremenil, odkar jo imaš? Iskreno, ne toliko, zaradi tega, ker jaz sem že, ne vem, rekel, šla smo skupaj na Tenerife, pa sem bil, mi gremo na Tenerife, ampak jaz sem vsak dan surfal pa skatal, ne?
In sem tu tak, naprimer, zdaj smo bila tu v Piranu, pa smo šla na morje, ampak ona bo, ne vem, spala do 10, do 9, jaz sem v 7 zbudil pa delal, ne. Pol valjda gremo, ne vem, kamorkoli pač gremo, pa prijem zvečer pa delam, ampak je tak, ne vem, 2-3 na teden ma zdaj nekam tak šla, ampak jaz, ne vem, vseeno zjutraj zvečer delal, ostalo pa sem tak, naprimer, zdaj danes grem domov, pa zdaj imel, ne vem, 3-4 dni pred baljem pa svojim rojstnim dnevom, imel ono najbolj fokus, pa se nema videla, ne. In se mi pač že to prej rekel, jaz sem vseeno pač, meni se zdi, da tudi njej tak paše, sem tako našel, ko ni zdaj, ker ene so pač punce, ko hoče 24/7 biti s tabo, ne, pač jaz sem taki, da meni je fajn biti skup, ne pa zdaj 24/7, pa sem tudi rekel, da če bo, ne vem, če bo ona bila jezna, da se, ne vem, jaz skejtam, pa fitness hodim, pa biznis delam, da če jaz to nehal delati, jaz postal tečen, ne, da avtomatsko pač jaz rabim to v lifeu in da mora to sprejeti, da ostale stvari sem se jaz pač pripravljen valjda prilagoditi, ne vem, tudi če mi zdaj se paše, ne vem, sončiti, bom pač te šel malo sončiti, ne, čeprav mi je rekla, ja, da se bi mogel naučiti, kdaj relaksati, ker sem vedno tako, vedno se mora nekaj dogajati, ne, in tako da se pride ta relaks, bo pršel. Boš ti že vedel, kdaj se relaksati, ne? Ne, se jaz tu vem dobenega problema. Ampak ful dobro, da komuniciraš to že tako zgodja, ne? Saj si se veliko že naučil. Ja, ker jaz sem vse Hormojza, sem milijonkrat poslušal glih, ko sta si to rekla, pa isto Grant Cardone je rekel, da jaz, ne vem, svoji ženi, jaz naredil vse za tebe, sam pač ne bom pa pozabil na svoje sanje, ne. Prvo boje sanje, ker drugače pač nisem jaz, ne. In ona to isto razume in je pač ni bad in se mi zdi, smo, vala zdaj mesec pa pol nazaj, tu moram biti neki relationship guru, ne, pa metovati, ampak se ni, da dosti neki balance je tak dober, da se ona zaveda, pa jaz zavedam, ok, bom te zdaj tu šla, kljub temu, ne, da se meni ne da, sem to prilagodil, ampak zjutraj bom delal, pa da ni ona zdaj taka, da je mi gušla, da je Luka z mano še dalje spi, ne, pač ne, jaz sem v 7 zbudil, ne glede to, kaj pač kdaj šel spat. Hodole, jaz ti želim veliko sreče, veliko resnice, ta vedno pomaga. Tudi dati prostor, da ti ona pove, kaj si misli, to je vedno zdravo. Pa če sta se skupaj sta, če ne, pa ne, ampak je ful, prej, ko si karataš iskren v odnosu bolje, veš, po se pa dogajajo po 10-15 letih ločitve, pa ne vem kakšne zadeve, zato ker si folk ni znal stvari prej v faco povedati, ne. Vse to, Vse to sem se jaz dosti, pač glih od Hormozija naučil, da sem da ful to komunicirala, pa pač bila tako iskreno, pa da je Hormozi bil, naprimer, valjda, ne vem, vsak na prvem dejte, ono perfekt, nikoli ni slabe volje, ne, ampak hitreje, ko nehaš špilat, boljše je, ker tebe bo taka oseba, ne vem, poročila karkoli taki, ko si, in ne vem, lahko si, ne vem, prvi mesec, ono the best, pa boš na koncu pristal neki taki, pač ko si, zakaj ne bi jaz prvi bil taki, pa če smaza skup, če nisma, ne, isto, naprimer, mi je tak časih govorila, ne vem, če jo moti, da, ne vem, gre s frenicami to pa ono, pa sem bil mene čisto eno, idi kam hočeš, ne, tudi ne vem, če si s karim fantom, ne vem, gre na pijačo, je pač prijatelj, idi, ne, ker sem tak, če me ti imaš namen prevarati, kar pač ne verjamem, boljše, da me prevaraš po pol leta, ko pa da te jaz zdaj tu neke ful bremzam, pa ti bo pol enkrat, veš, darlo, ne vem, čez 5 let, te boljše zdaj, ne, in sem tak, zaupam ti, vseeno mi je in sem bolj nekega takega mnenja, da si res daš proste roke, ne pa da zdaj nekoga bi jaz zdaj zatiral, pa silo, ne vem, da nas me nikam več ira, mora biti sam z mano, se mi zdi dolge roke, to sem slabo. Ja, hodo. Noč, Luka Božič, hvala, da si cajt vzel. Ja, hvala tebi, svojim busy schedule. Tole smo posneli, drugi podcast je za tabo, super je bilo. Let's go. Cut.